Dobrodošli vsi še enkrat na tematskem večeru, ki ga organizira SLO 12 ran. Tako, v Mitnici v Kranju danes, četrtek 25. aprila. Z mano so čudoviti gostje. Hvala vsem, ki ste prišli spet na poln tale lokal. Pozdravljam tudi vse na Facebooku, smo že živo. Ja. Kakšno vprašanje lahko napišete v komentarje, bo Klemen prebral, pa mi jih bolj povedal. Naslov današnje debate je malo hecen, malo izzivalen, je doping naša realnost. Gostje bodo več povedali o tem, jaz jih bom spraševal, ker sem laik na tem področju. Ampak, ja, kar začnimo, da ne bomo izgubljali časa. Jani Dvoršek je rekel, da mora danes narediti še nekaj testov. Jih je že opravil, ja. Sam podpisati mora. Ja, spet nove grešnike. Začnite o dopingu govoriti. Z nami torej danes, spoštovani in spoštovane, bom začel na svoji desni Nataša Robnik, najboljša slovenska ultratekačica med ženskami vseh časov, večkratna državna prvakinja in rekorderka, dobitnica brona na slovitem Špartatomu in sveža rekorderka na 24 ur v Sloveniji. Živjo, Nataša. Zraven je Jani Dvoršek, direktor slovenske antidoping organizacije SLO ADO. In na njegovi desni dr. Bojan Krap, zdravnik in športnik, strokovnjak za regeneracijo v procesu treninga, ima dolgoletne izkušnje pri svetovanju vrhunskim športnikom in reprezentanci, zdravi pa tudi težke bolnike na UKC kot specialist internist. Dr. Krap. Zdaj, tema se sliši malo zahtevna, taka, kar nekaj gostov, ki sem jih pobaral, so rekli, zakaj pa ne bi govoril o lepših stvarih športa, ampak tudi v tem dopingu ravno govorimo. Zadnje se v dopingu veliko zgovarjamo za šankom, ne? Ja? Zakaj se enkrat ne bi še v takem javnem forumu, onkraj šanka recimo, ja? Pa da zvemo kakšno novo stvar, ne samo športniki, pač pa tudi tisti, ki jih spremljajo, tudi kakšni zdravniki, pa spremljevalci, da morda kakšno tenčico odgrnemo, da povemo, kaj je to doping, kako se mu izogniti, kako se izobraziti o tem in da vam damo še kakšno popotnico razmišljati, kaj morda počnete narobe, kaj bi lahko drugače in kaj še lahko vedeti. Tako da, morda, gospod Dvoršek, se strinjate s tezo, oziroma naslovom tega večera, da je doping naša realnost. Izvolite. Ja. Najprej hvala lepo organizatorju za povabilo. Veseljem se udeležujem, še posebej zato, ker to je en del našega delovanja. Naslov mora biti vedno provokativen, ne več proti temu, in doping je danes naša realnost. Vprašanje pa je, kako je razširjen, kdo ga uporablja. Jaz sem od svojega začetka na tem področju, sam že 40 let delam v športu, od 1. aprila 2009 naprej se ukvarjam s tem področjem in prvi dan sem se sam sebi rekel, nikoli ne bomo o tem, kaj je doping, ampak vedno bomo o tem, zakaj dopinga ne. In zato jaz pravim, da je ključna zgodba v tem, dober dan. Pozdravite vsi Brigito Langerholz, atletino, nastopala je na 2 olimpijskih igrah, v Sydneyju pa osvojila 4. mesto na 800 metrov. Zvoli Brigita tam, sred med gospodom, a ja, seveda. Če plaufala etažem 200, sigurno prej pošla, pa na 800 metrov. Ok, da se vrnem nazaj. Ja, in v bistvu zakaj doping ne? Enostavno zato, ker je predvsem škodljiv za zdrave športnikov. In mi se v bistvu niti nočemo več pogovarjati o dopingu, ker se pogovarjamo o čistem športu. Naša temeljna ne vrednota, ampak poslanstvo je, da poskušamo zagotoviti pogoje čistega športa, da poskušamo zaščititi športnikovo zdravje in integriteto športa. Integriteta športa pomeni v bistvu nekaj, kar je
odadil že, da ne govorimo o vrednotah, o poštenosti, o fair playu in tako naprej, rečemo enostavno integriteta. In če nam to uspeva dosegati, potem je del našega posla zagotovo narejen. Dejstvo pa je, da je poleg, da največ, in to tudi od vsega mojega začetka na tem področju, bila moja prisega ali pa dogovor, da treba izobraževati, ozaveščati. In tu smo napravili zelo veliko, zato sem ponosen na to. Več o tem verjetno kasneje, ampak jaz mislim, da je to ključna zgodba. In potem lahko govorimo o tem, da če ozavestimo in izobrazimo mlade športnike, potem smo napravili veliko. Potem bo na njih in se bo znali sami odločiti o tem, ali uporabiti ker ali uporabiti. Hvala, gospod Dvoršak. Ja, zato smo danes tukaj, da izobrazimo, da dodamo še kakšen kamenček v ta mozaik. Doktor Knap, jaz bi vas prosil kot naslednjega, vi ste se v svoji karieri srečujete z veliko vrhunskimi športniki. Vaša naloga, najbrž kot zdravnika neki reprezentanci, ekipi, je tudi, da spremljate novosti na področju dopinga in da znate tem atletom, športnim kolesarjem, plavalcem in vse zadnje svetovati, povedati, jih usmeriti in tako naprej. Vrhunski šport je v bistvu ena ekstremno gladiatorstvo, ki se danes pa so veliko povabil sem, ki je tekla samo 2 minute, na 12-urni tek, Ostali niso hoteli, jaz se. Hecam se. Zdaj v bistvu doping je pravzaprav beseda afriškega izvora, ki je pravzaprav stari Grki so imeli tiste njihove olimpijske igre, so ene rastline uživala. Sej mogoče je bil prvi doping, smo videli pri kozah, ki so jedle kavne lističe, pa so bili bolj poskočni. Ampak to stremljenje človeka potem, da bi presegal svoje nesposobnosti, pravzaprav staro kot človeštvo. Zdaj, zakaj so pa stara 25 let, zakaj se je to razvil? Zato, ker so ljudje v tem stremljenju, ljudje nimamo mere, so pa ljudje začeli na dirkah umirati. In zaradi zlorabe sredstev, ki so bile škodljive. Zdaj, v etičnih pa moralnih dilemah športa, ker če pa Brigita nam pa lahko pove, če bi pa ona tekla 2 minute 10-800 metrov, ne bila na olimpijadi, ne bilo nič. Tako da razumete ljudi, da vse želijo izboljšati. Ampak jaz mislim, da sploh tematika tega večera ni to, da mi zdaj razpravljamo o sofisticiranih oblikah izboljšanja telesnega performansa. V zadnjem obdobju se bolj ukvarjamo, recimo, če jemljemo doping kot zlorabo, je doping tole, ljudje na Nemčalo še laufajo. Ker sem tekel na 10 km v Ljubljanskem maratonu, so vsi tole gore držali, pa so slikali, pa ne vem, kaj se delali. Jaz sem bil pa moja edin, da nisem imel telefona s sabo. To je v bistvu problem, to je huda zloraba človeka, ker to je oksitocinska odvisnost. Ne vem, kako zdaj tečejo do 12 ur, če morajo se strikati, če slikati. Vse jim rada, vse zmorejo. Vse zmorejo. Ja. Zdaj, če govorimo o performansu, kam je človeštvo prišlo, potem imamo zdaj, če hočemo izboljšati zmogljivost ali pa dvigati kvaliteto življenja. Zdaj, vi ste verjetno taki, ki se želite gibati, ki imate, jaz sem tam moj prijatelj, ki sva tekala skupaj na Joška, koliko nazaj, leta 90, še moj sin ni bil rojen in on je bil, je zjutraj vstal, pa je zdaj takval, jaz sem bil pa pameten zdravnik, pa nisem zdaj takval, kjer sem bil malo v buci. In po uri pa pol je mene zmanjkal, on je pa še kar tekel. In zanimivo je to, da jaz takrat nisem imel pojma o športni prehrani. Sej jaz sem po leta 2005, ki je bilo toliko dopinga, so organizirali Mednarodni olimpijski komite, internetno šolo, pa smo se naučili o prehrani. In potem sem jaz pri 45 letih vedel to, kar je Štefan vedel že iz prakse, ki je bil človek dejano. In zdaj, če gremo tu, da je Exercise is Medicine, ki so 2005, so v bistvu ameriška asociacija za to. Pa ne zato, kot me to kradli Američane, ampak to, ki je bilo srčno-žilnih infarktov, to, ki so bili Američani, so še debeli, ker nič ne migajo, ker niti hodijo, kaj šele da 12 ur tekali. Potem se je začel
in imamo rezerve tukaj, da spodbudimo ne s temi substancami, pa z ne vem čim vse, da presegamo. Ne vem, jaz v bistvu vidim doping v sodobni tehnologiji, ki nam omogoča ne samo, da imamo telefon, da spremljamo svoje fiziološke parametre, da hodimo ta prav čez spad, da jemo pravo hrano, ne, ker s hrano smo tudi čist zabluzili. Hrana je zdaj strupa, lepa. Okay. Za začetek vam je to. Knap, dobro ste nas pošolali zdaj, tako da vsi so obljubili telefon. Ja, vsi so čekirali, če so brokoli danes jedli. Bomo o tem še nekaj rekli, ja. Z dr. Knapom sem imela eno izmenjavo, ja, ki je rekel, čemu je potreben tale pogovor o dopingu, če imamo toliko drugih tem za predelati, ampak bomo tole oddelali, pa bomo pa naslednjič se pogovarjali. Še o drugih stvarih. Brigita, no, ker si ravno prišla, evo, da o dopingu govorimo, ja. Ti se ukvarjaš zdaj z drugimi stvarmi kot z atletiko. Zdaj, če je Vada stara 25 let, če sem prav razumela, ne, to je, Vada je, bo rekel, mlajša kot pa tvoja atletska karijera. Tvoja atletska karijera je štartala pred več kot 25 leti. Da mi malo povej, no, ko je bilo v tistih prazgodovinskih časih, recimo, ne. Mislim, danes se pogovarjamo o rekreativci v dopingu, ne. Takrat smo po televiziji gledali mogoče kakšne olimpijske igre, pa so povedali za kakšnega Bena Johnsona, pa še za koga, ostalo pa nismo mi nič vedeli. Ko je bilo pa to pri vas med aktivnimi atleti, ki ste tekmovali na največjih tekmovanjih? Ja, lep pozdrav sem. Karla Lewisa, ja, tudi je povedal, sem ga spoznala po Los Angelesu, pa intervju zdaj mu naredila. Kako je bilo? V bistvu, jaz, ko sem prišla na prvo prireditev v Škofji Loki, je župan rekel, aha, ti smo na ta čubnak slaufala tam le po Gorajtah, ne, to je bilo to. Tako da mi, sam norci, smo takrat laufali v mojem otroštvu, ali pa tisti, ki smo neki, ne vem, pa vendevali, srečo. In ni bilo popularen, to ni bil viden kot poklic, definitivno ne, kar je bilo pri meni kasneje. Ampak pri meni, kar opisujem tudi v knjigi, no, ki imam danes s sabo, je bilo v bistvu tek, da pridem z bolezni. Jaz sem imela astmo in to mi je bilo na začetku prepovedan laufati in se gibati, pol kasneje je bilo pa to meni zdravilo, no, ko sem videla, kako mi pomaga prav tek. Ampak vmes so rabili zdravniki, da so zamenjali pač ploščo, ne. Prvo so rekli prepovedan, pa je pa šlo, no, tako. In moja karijera je trajala 18 let, vse živo sem doživela, res ni, da ni bilo. Od ne vem kakšnega izseljevanja. Mislim, jaz zelo bolj mal, okrog mene ljudi, ki sem opazovala, pa ogromno. No. In če smo na temi dopinga, kva človeka pripelje do tega, da začne pač uživati prepovedana sredstva, moje mnenje, kaj sem opazovala, slava, prepoznavnost, denar, mogoče ni na prvem mestu glih denar, kar bi mislili, in to stremenje, ker tudi sponzorji od človeka zahtevajo, da si skozi boljši, da obstaneš na tistem prvem mestu, govorim na svetovni ravni. Ne. V rekreaciji se je to tudi dosti razširilo, sicer zdaj res nisem v teh vodah, da bi vedela, kaj je, ampak tistih 5 let potem, ko sem še končala kariero, 2009 sem končala, sem malo sledila. Ja, in je veliko tega, no, se sem lahko še podotaknila. Hvala, Brigita, evo, za vod bo redo Nataša, evo, kot še druga ženska, ultrašica, no, da rečemo ultratek, je popularno v zadnjih letih. Pa v ultrateku smo govorili o marsičem, ne, predvsem, da so pač ljudje tisti, ki bi rabili tablete, ker so tako nori, da laufajo 3 ure na dan. Ampak, zdaj mi ga ti povejo, ne, kot, bom rekel, vrhunska športnica, rekreativka, ker pač moraš delati za svojo eksistenco, ne, pa vendarle, ne, postavljaš rekorde, zmaguješ na tekmah, doping oziroma antidoping oziroma vse skupaj, tudi tvoja realnost na en način. Se moraš ukvarjati s tem, je tako. Daj mi povej, Badasa, tudi jaz sem upravil tiste čaj na AZS, kjer je bilo 12 modrov, neskončno dolgih klikati, moraš tiste, jaz sem pa pač na blef, pa sem naredil 80%, ker sem pač športnik pri AZS-ju. Ne morate verjeti, ne? Če jaz lahko tudi lahko. Glavno, naredil sem tisto, težko je bilo, ampak ti da neki, ne? Poje sicer veliko stvari pozabiš, to si mora tudi ti narediti, ampak najbrž moraš ti narediti bistveno več, se moraš bolj izobraževati koncev, ne smeš čisto koldreksa, če greš na tekmo in tako naprej. Izvoli. Ja, nezagledljivo, ravno ko si omenil koldreks, ne? Meni je pravzaprav sin povedal, da je koldreks prepovedane, da lahko padem na dopingu, zato ker škodira na difu. Tako da ja, je pa res, da jaz imam to srečo, da je
moj osebni zdravnik, dr. Đurić, športni zdravnik in midva sva dogovorjena tako, jaz lahko sama vzamem samo paracetamol, vse ostalo se midva slišima. Dejstvo je, da v rekreativnem športu v bistvu imamo čist premalo znanja, kar se tiče dopinga. Zdaj, koliko si sam zainteresiran, da se pač pozanimaš, kaj lahko, kaj ne. Drugače pa jaz imam tudi takšno izkušnjo, tudi sama bi lahko padla na dopingu, v bistvu zaradi lastne nevednosti pri ginekologini, ampak sem nekako nekaj me dal vedeti, da sem, ko sem dobila te tablete, da sem šla gledat na SLOADO stran, prepovedane snovi in sem videla, da v bistvu vsebujejo snov, na kateri bi lahko padla na dopingu. Je pa res, da je bila moja napaka, da je svoji ginekologini nisem povedala, da jaz tekmujem, ona pač ni vedela in jaz nisem pomislila, da bi ona to morala vedeti. Tako da predvsem jaz vidim v rekreativnem športu predvsem to ozaveščanje. Res premalo vemo, čeprav v zadnjem času vidim, SLOADO je res izredno aktiven na Instagramu, na Facebooku, se mi zdi, da je tega res vedno več. Je pa žal, res, kot si prej rekel, ogromno se govori za šankom, ogromno se govori po terenu, dopinga med rekreativci je nam da zelo veliko. Nataša, to je kar močna izjava, ki jo moramo razdelati, moče malo kasneje, najprej spoštovana publika Kajpak, računam, da boste se tudi vi vključili. Jaz sem pa prav 3 vprašanja, naprej boste vi pol malo, tako da kar roko gor, prenese mikrofon, pa lahko vprašate. Veste, na katero smer bi kdo lahko govoril, zdaj, mojih 4 sogovornikov, tudi če jih roke zrejo, ni problema, boljš, da jih vi, kaj je, jaz se mogo še z njimi pol družiti. Rekreativni šport, pustimo za trenutek rekreativni šport prekraj, pa rečemo, ok, kako definirati zdaj doping. Dajmo čist tehnični biti. Na spletni strani od SLOADO piše, 3 pogoji so, 2 morata biti izpolnjena. Če vpliva na izboljšanje dosežka, če je nevaren zdravju in oziroma ali če krši načela športnega duha. Gospod Jani Dvoršak, to je osnova. Zdaj, kako bi lahko to še razdelali? Kaj je doping za povprečnega človeka, ki je to 3 stvari prebral, pa si ne ve, kaj s tem pomagati, kako bi vi to razdelal, kako bi vi razložili, recimo nekomu, ki pride do vas, na kaj mora biti še pozoren? Seveda več stvari, ampak vsa stvar mora imeti pravno podlago. Če nimamo pravnega podlaga oziroma pravnega okvira, potem ne moramo delovati. Zato je Svetovna protidopinška agencija sprejela kodeks, ali pa bom tako rekel, največji rezultat tega 25-letnega dela je bil harmonizacija protidopinških pravil. Vi morate vedeti, da leta 1999, ko so ustanovili WADO, do takrat večina mednarodnih športnih federacij ni imela protidopinških pravil. Zapravi, da je bilo to popolnoma odprto polje, da ni bilo enotnega mnenja o učinkih dopinga oziroma zdravstvenih posledicah na doping. In so bili zdravniki, ki so ga zagovarjali, so bili zdravniki, ki so gledali bolj etično, so rekli, da doping ni dober za zdravje. In ta harmonizacija pravil do današnjega dneva imamo že 5. izdajo kodeksa in ta pravila praktično nam omogočajo sodelovanje. In danes, ko pravimo, kaj je doping je kršenje protidopinških pravil in to kršenje pomeni v bistvu 11 točk, 11 členov oziroma en člen z 11 točkami. Od uživanja, poskusa uživanja in važno je to, da v teh 11 točkah, ne bom zdaj vsak posebej, veljajo seveda ne samo za športnike, ampak tudi za športne spremljevalce. To se pravi, vsaj 7 kršitev je takšnih, ki vplivajo tudi na športnikov spremljevalce. Svoje tiste, ki asistirajo pri dopingu, tisti, ki podajajo doping, tisti, ki ga proizvajajo, tisti, ki svetujejo, skratka vse to. In 2 točki od teh sta tudi kazenski. To se pravi, sta v kazenskem zakoniku slovenskega prava in pomeni pa kršitev tega in tudi poleg finančnih kazni, tudi zaporno kazen. Še zlasti, ko gre za mladoletne športnike, se pravi, če se ta snov daje oziroma asistira mladim športnikom. Tako da, to je z pravnega zornega kota. In
Če pa sem še bolj enostaven ali pa še bolj direkten, doping je goljufija. In za to goljufijo mora tisti goljufav odgovarjati. V športu je načelno sankcija izločitev iz športa, ki je lahko od 3 mesecev do življenjske izključitve, odvisno od snovi in ostalih pogojev. In v nekaterih državah je pa uporaba dopinga tudi kaznivo dejanje, zlasti pri profesionalnih športnikih. Če se profesionalni športnik preživlja športom in če uporablja, bom rekel, mi temu rečemo non-specified substances, to se pravi, to so snovi, ki se ne more naključno najti v vašem telesu. To se pravi, ni možno ga zaužiti s prehranskim dopolnilom ali kot kontaminiran produkt kakorkoli, ampak je nekaj, kar je z namenom uporabljenega, intentionally. To se pravi, če je namen prisoten, pomeni, da je to v bistvu snov nespecificiran in ki ima v osnovi 4-letno izločitev. V profesionalnih športih v Nemčiji, Franciji, Italiji pa je tam tudi lahko prisotna kazen oziroma zapor. Mi tega nimamo in verjetno tudi ne bomo imeli, ker ti se mi zdi, da je izključitev športnika iz športa dovolj velika sankcija v primeru dopinške goljufije. Lahko pa se seveda podaljša iz 4 na 6, 8, mi imamo enega, ki je 8 let izključen, ki je bil 2-krat pozitiven na eritropoetina. To je to. Hvala za razlago. Brigita, moče bi se navezala na tole temo, kako ste pa takrat v tvojih časih gledali na doping. No, zdaj, danes, že vsak otrok v šoli ve, da je doping pač neko kršenje. Takrat je bilo moče vse skupaj bolj divji zahod, si bila ti izpostavljena, bom rekel, kakšnim krogom, ker se je to pogovarjalo, ker se je to dalo dobiti, je bilo to tabu tema. Ja, jaz čim drugo knjigo napisala, marsikaj omenila. Sam smo ravno z Juratem Koširjem se pogovarjali, če smo zelo iskreno, kako se reče, iskreni. Ja, jaz sem 2-krat dobila ponudbo po dopingu od 2 oseb, ki ena je zelo čistena v Sloveniji, še vedno atletki žal, in potem en, ki je bil iz kolesarskega biznisa. Ne me sprašal, kako je prišel do mene, ker ne vem. In to so stvari, ki res se začneš poglabljati s tem, kaj želiš, v bistvu, kam hočeš iti, to je to. Jaz mislim, da ima to vsak ponudbo, da slej, ko prej se sreča en, ki prideš iz mladinske v člansko kategorijo, pa ki je zelo dober človek, mislim, rezultatsko. Veliko ljudi podleglo v Sloveniji, tudi sami poznamo par primerov iz atletike. Sploh, če človeka poznaš 15-20 let, ki so reprezentanci skupaj, potem veš, da je nekdo zauživa določene snovi, ker se zelo spreminja. Sploh pri ženskah je to opazno, mogoče pri moških malo kasneje. In je bilo pestro. Ko pa greš na svetovno raven, tam je pa Texas, res. Tam je pa, mislim, jaz sem take zgodbe izvedela včasih, da sem rekla, pa kje jaz živim, da sem še ena, ne vem, 20 let, ki se ne dopingiramo, smo res tako čudni. V glavnem, Balko afera, se spomnimo. No, menedžer, ki je bil včasih Carla Lewisa menedžer, to je bil Joe, sama se spomnim, Joe, vse Korinka se spomnim, Santa Monica kluba. On je rekel pol leta prej, Brigita, ti si bil osebnejo, ok, zdaj je malo ena afera izbruhala, mislim, kakšna afera, je še ful nedolžna, pa neznana, ne, mislim, tako kakšna priva, ne dopi, nismo sam laupali, da smo laupali, ne. In v bistvu je pol Balko izbruhnil in takrat je bilo meni prvič znano, jaz sem res vse članke šla prebrati, ker mi je bilo vajto, jaz pol stvari ne vem, kaj se dogaja. Koliko je, in takrat je tudi Joe rekel, vedno so preiskovalci, oziroma tisti, ki lovijo vada in podobno, 1 ali pa 2 leti za časom. Takrat mi je to rekel, zdaj ne vem, to bo Jani vedel, koliko ste hitri, ne. In to je bil prav laboratorij v Mehiki, ki se v bistvu razvijal te zadeve. To je bilo vse javno, ameriških, tudi naših imen. Pa jaz sem padli, Angel je bila Marion Jones, se spomnite. Pa še nekatere, recimo tudi v moji panogi, so se pol hitro poskrile v Ameriki, kar naenkrat ni bilo, tako da si vedel. Ja, v bistvu, ko sem se mnogo let kasneje po moji karieri pogovarjala z Marjanom Gorencem, ki je med drugim tudi malo z mano delal, to je terapeut naravnega zdravljanja, sem ga vprašala, kako misliš, da je šla ta pot, ker to je res noro, kot divji zahod, ne.
On je rekel, da misli, da bo del srednje šel v čisti šport, ker živimo pri mladih, ki so tudi zelo okoljevarstveno naravnani, ne pa da bomo v našem telesu svinarijo, ne, ker kar sem jaz kasneje ugotovila z enim od vada slovenskim gospodom, rekel, da to gre na tvoje DNK. Se pravi, ko imaš ti otroke, ni nujno, da otrok nekje prizadet, kar pri enem primeru se je zgodilo v Sloveniji, ki poznam, ampak bo lahko še naprej potomstvo, ne. Mislim, ko sem jaz to zvedela, sem bila tako, ok, hvala Bogu, ne. Mislim, res, ne veš, kje bo eksplodiral. In to so stvari res, se pravi, Gorevc je rekel, ena stvar očisti, ena pa čisti vse je dovoljeno, no, tako je bilo mnenje. Jaz mislim podobno, ampak dokler bo tam ozadju ta ustroj tako močen, tu so zdravniki res ogromno plačani, tu so ljudje, ki so dali, ne vem, v Jugi se je govorili mesečno, če sem zneske dobro vedela, od 20 do 30 tisoč evrov sem za doping zadeve, preko zdravnikov, ne. In ne moreš verjeti, da to obstaja. Res, mislim, jaz sem mogoče v celem letu to zaslužila. Tako da, veš, se rečeš, are you kidding me? Ja, in tukaj res rečeš, vse imajo rezultate, logično, sem kaj pa pol na koncu zaradi tega se zgodi, ne, to se problem vpraša, ne, tukaj. Ja. Lepa, no, še dobro, da imamo denarja, da se dopingiral. No, se ne se smeje, da so res na tem. Doktor Knap, sigurno ste... Nekaj mi žvižga. Doktor Knap, izvolite. Pri toh športnikih, s katerim ste se ukvarjali, sigurno ste imeli tudi kakšnega, ki bi malo sumljival, kako pa ste ga mogli malo na kraj potegniti pa pošolati, da to mogoče ni prava stvar. No, vendarle ste bili med kolesarji pa plavalci, pa, bom rekel, strajnostnimi športniki, ali pač ne, ali se s tem pač zdaj niste srečali, oziroma imate srečo, da v vaših klubih, kjer ste deloval po reprezentancah, pač zdaj ni bilo primera, ki bi šel na krivo pot to zadevno. Sej Jan je lepo povedal, ne, v bistvu doping je pravzaprav goljufija, ne. In zdaj, seveda pred letom 2000, ker ni bilo vade, takrat so si bila tudi vrhunska športnica, ne, si imela res malo, ker si tekmovala z ljudmi, ki so dobila eritropoietin, ne, in to je pač ta rastni dejavnik iz ledvic. Zdaj morajo kolesarji, da imajo zadostno količino eritropoietina, hoditi na višinske priprave, ne, včasih so si pa dajali injekcije, ne. Recimo, izvira zgodba iz časov, to se pravi, od 90 do 2000, ko ni bilo vade, ko so imeli tudi slovenske reprezentance kar nalepke proizvajalca eritropoietina. In seveda so si pač tako urejali krvno sliko, ne. In seveda so bili v bistvu v strahotni prednosti pred tistimi, ki niso imeli eritropoietina. Tako da tukaj je bilo res v bistvu eno tako. Zdaj, zakaj je bilo to tako drago? Zato, ker so, dobro, zdaj smo spet zdravniki na zatožni klopi, ne, stavkamo že tak 100 dni, čeprav je še minute nisem stavkal, pa tudi za nobenega kolega ne vem, da bi stavkal. Velikih poznam, ko smo izstopili iz Fidesa, ampak pustimo zdaj to, ko smo zdravniki čudni, ne. V bistvu bila tukaj ponudba povpraševanja, ne, to je bilo prepovedan in ta eritropoietin je bilo treba pretihotapljati iz Bolenc, recimo iz Beograda, tam je bil zdan kanal, ne, z naših južnih, takrat je bila še Jugoslavija, recimo, in je potem prišel do nas in ker je bilo veliko povpraševanje, majhna ponudba, so nabili ceno. Da še nekateri ljudje imajo res veliko boljši smisel za biznis, kot mi tukaj, ne. In so znali zaračunati, ne, to je že Slavoj Žižek rekel, ne, so ga vprašali, koliko je cena njegovega predavanja. Rekel, jaz sem malo pogruntal, da če si ne postaviš cene, si loser. To je malo komunista. To manj zdržano. Tako da, in seveda zdaj v začetni fazi dopinga so te anabolični steroidi, ne, to so res naredili revolucijo, ne. Tudi eritropoietin je naredil revolucijo. No, zdaj, ko smo pri tem krvnem dopingu, ne, ko morajo hoditi na višinske priprave, je zanimiva zgodba to, ker moj mehanik, ki je gospod mojih let, ne, mi smo njih uvajali novo zdravilo namesto eritropoietina, ne. Eritropoietin dajemo, potem se pa preveč železa nabere v telesu, zdaj so pa pogruntane na novo zdravilo, se reče HIF inhibitorji, ki so v tabletah jemljajo. Mora se pa imati 3-krat na teden. In potem jaz pridem do tega mojega mehanika, ne, in mi on pove schemoterapevtsko schemo za rekreativca, kolesarja, jaz jo pa še za bolnike nisem obvladal. In sem rekel, pa ja, meni ne, to so pa res britni so te ljudje, pa ta svet, ne, če pomislil sem. No in pred leti, tam okrog leta 2000, je bila pa zelo zanimiva štorija, je bil pa svetovni kongres endokrinologov. Endokrinologi
v bistvu ljudje, ki se ukvarjajo s tem, kako naši hormoni delajo. Ne? Ker hormoni so ključnega pomena. Ne? Tudi če ona recimo hoče zboljšati ultramaratonsko zmogljivost, mora vplivati na svoje hormone. Zdaj, ali vpliva s tem, da več spi, ali s tem, da v službi šprica, da nima stresa, ali da jo partner včasih premilpsti. Skratka, veliko poti do tega, da ona izboljša hormonski status. Lahko pa tudi pomaga na druge načine. Ne? Ti hormoni so pomembni. In je treba v bistvu, poleg tega bi rabila imeti zelo, recimo, skrbno analizo hormonske krvne slike. Recimo, medicina v mojem času, jaz sem bil zdravnik Matica Osnovnikarja, jaz sem bolj z Berčem komuniciral o tem, ker je Matic mogel take treninge zdržati, ki jih še nobeden do zdaj ni zdržal. Čeprav Matic je že zdaj nekaj tekmoval, 20 let nazaj, on je bil takrat, nobeden ni mogel to šprintati svetom, ampak on je pa cekati, kot naši bolniki, ki mišice razpadajo. In potem smo se povedali, ampak nismo hoteli mu pomagati prepovedano, čeprav bi mu eritropoetin bi mu sigurno pomagal, tudi rastni hormon bi mu pomagal, tudi testosteron bi mu pomagal, zdaj se lahko namažeš, mi ta starci se lahko namažemo pa na normalne koncentracije testosterona. Zdaj, kaj to pomeni, ko smo li spet po testosteronu pred leti, so vprašali bodybuilderje, zakaj vi to delate, da ste taki nabildani, 180 velik pa na 120 kg? Rekel je, zaradi žensk, kakšnih žensk, 15 minut ne bi treniral zaradi punc. Punce nas itak namarajo, ampak a veste, kaj pomeni, če imam jaz dosti testosterona? A jaz sem ta glava na nasi. To je glava, koliko je ultra, je pa spet ta glava, ki zmaga, to je pač vpliv telesne glasbe na glavo, Vse v bistvu, kaj se dogaja, ko ona teče ultra prireditev, ko teče 12 ur. Tako kot če nekdo, ki marihuano kadi. Isti receptori so možgani, Sam je pa res, da nekateri ljudje smo odvisni od telesne vadbe, to ste verjetno tekle, ker ravno malo milati, ker so kaj rekla mama, zdaj pej že laufa cikl si kako dič, Tako pa tudi ona, to laufa par ur, tisti, ki ima, ker so pa tudi non-responderi, to so pa zame res ugotovili, da nekateri ljudje, zdaj ki je šport tako popularen, ti si lepo povedala, na prvem Ljubljanskem maratonu nas je bilo, ne vem, 160, nekaj. Jaz sem mogel prvi maraton iti na bližino, s prijateljem, ko smo laufali. Eno deževno nedeljo so se kolone nasprot vozile, pa so tam gledali, pa kjeri bedaki v dežju laufali. Pa to 42 km. V avtu me je pa žena čakala. S tem sinom bi mogel danes tukaj biti, pa manj nekaj. Ta sin je zdaj že moj sin je 33 let star. Pa tudi zdravnik doslej, Ampak on je bil bolj pameten, on je pa tekel 400 metrov. Izvrstno, dr. Knap, sploh vas ne bom prekinil danes, ker me taka super izvajanja, ampak ker ste rekel THC, sem pogledal na seznam, sedaj 33 slovenskih športnikov bilo ujetih na dopingu, zadnji 3 na THC-ju. Na THC-ju. Tako da, to da veste, Ampak, gospod Dvoršak, kaj pa aktualnega v trajnostnih športih, v vzdržljivostnih športih, v tekih na dolge proge, če že hočejo, nasploh, prvadne boš poznali te podatke, kateri doping preparati trendirajo, na čem so zdaj atleti? Jaz sem veril, da to vprašam. Jaz se ne ukvarjam s tem, tako da ne vem v bistvu. Je to še EPO še aktualno? Res nekaj pravim, jaz razumem, da če tečeš, mogoče še maratona, pa če tečeš 12 ur, ne vem, kje to bi biti maraton. THC rekel, Ne, THC, gledajte, zakaj so socialne droge na listi prepovedani strani? Zato, ker iz etičnega zornega kota ne grejo v šport in smo absolutno, saj jaz osebno podpiram to, čeprav se zdaj govori o nekem referendumu, bokrat kaj se bo zgodilo, ampak še vedno gre za droge in 80% uporabnikov heroina je bilo prej na THC-ju oziroma na marihuani. Medicinskih, ali če hočete znanstvenih razlogov za to, da ta socialna droga ni sestavni del športa, je veliko, tako da nimamo težav s tem. Zdaj pa kaj pa tisto, kar ste me vprašali glede vzdržljivostnega športa.
formule seveda so, ampak kot sem uvodoma rekel, mi se ne ukvarjamo s tem, kaj je doping, ampak zakaj dopinga ne uporabljamo, oziroma zakaj ga prepovedujemo. In apropo temu, kar je rekla, v letu 2000, skupaj se je bilo v Sydneyju, ona je tekla, jaz sem pogledal, sem bil namestnik vodje delegacije. Takrat so prvič odkrivali eritropoetin. Prvič so uporabili to metodologijo, poznali so ga že prej, ampak je bilo težko dokazati. Ključni problem bojev oziroma borcev proti dopingu je, da so tisto, kar ljudje, ki se ukvarjajo z dopingom, pa v pretežni meri so tisti, ki so člani podzemlja, to se pravi, to je kriminal, kriminalisti. Ljudje, ki se ukvarjajo s kriminalom, so pristopili z drog na doping. Zakaj so prišli z drog na doping? Zato, ker droga je bilo vse posod prepovedana, kazenske zakoni oziroma zapori, doping je bil pa v bistvu legalen, ker ga noben ni preverjal in je v bistvu enak način delovanja, pa bistveno manjši rizik in manj nevarnosti, da bi tega preganjal. Zato so, rekel, biznis, ki ga delajo, ta podzemlja so povezana z dopingom. In to, kar sem hotel reči, tehnologija od takrat do danes, ne samo, da smo uskladili pravila, laboratoriji so danes med sabo povezani, na letnem nivoju naredimo 300 do 350 tisoč vzorcev, polovica teh vzorcev gre v znanstvene raziskave. Tehnologija naših laboratorijev, se pravi vadenih laboratorijev v celem svetu, je bistveno bolj občutljiva kot tehnologija, ki jo uporabljajo v medicinske namene, klinični centri in podobne ustanove. To se pravi, detektiramo iz najnižjih možnih stvari in prednost naša, čeprav se strinjam, da so pred nami, ampak noben ne ve, kako občutljiva je naša tehnologija in kako v bistvu zaznamo. Mi smo imeli zadnjič enega športnika, ki je imel kapljice za oči, oftalmološka uporaba diuretikov je dovoljena, ni prepovedana. Ampak mi smo to laboratorij to zaznal po 4 mesecih, 4 mesece po uporabi 2 kapljic v očesu. To se pravi, da ta občutljivost je neizmerna in to je v bistvu naša prednost. In danes, ko se pogovarjamo, zakaj je oziroma kaj se sploh dogaja v tem dopingu, v kakšnih večjih kesanjih ali pa primerov, ali pa odmevnih primerov, razen tega, ki se zdaj dogaja, oziroma se začeli dogajati na relaciji Vada pa Usada, se pravi kitajski plavalci iz leta 21. Drugače pa tega več ni in so v bistvu tam neki, mi se ukvarjamo s temi stvarmi, ker v Sloveniji očitno ni resursov, da bi se razvil kakšen velik, ali pa bom rekel, tehnološko, medicinsko podport, ali pa znanstveno podport doping. Moramo pa neizmerni resursi. Tukaj da ona rekla, Brigita, ja, v 90-ih letih je bilo težko priti do dopinga, to je bil rak. Potem je prišlo pa tisto obdobje 10-15, ker je bilo pa to enostavno dobiti, Kitajska, Indija, ta distribucija je postavna, internetna prodaja in to je praktično ni problem, da biti karkoli. Vprašanje kvalitetne čistosti in tako naprej. Ampak danes je pa resna tehnologija, je po mojem, če se že kdo ukvarja z njo, je zelo težko dobiti, predvsem pa stane neizmerno veliko denarja. Ne bom se dotaknil področja genetskega dopinga, kajti genetski doping zagotovo obstaja, vprašanje pa je, kaj bo prineslo. To pa šli tako, da ne reči. To je neka črna luknja, ki misli, ampak sicer pa, tudi če gledamo najbolj izpostavljene športe, zlasti vzdržljivost, gre, bom rekel, velik napredek na račun tehnologije. Opreme, pristopa, prehrane, počitka, pa kvalitete treninga. Jaz mislim, da je doping tako že naslov realnost, ne? Seveda je, ampak jaz mislim, da je vendarle teh 25 let nekaj prineslo, zlasti v tem izobraževalnem smislu, da zdaj se bistveno bolj zavedajo. In tele moduli, ne sem prav vesel,
ko sem imel na tem modulu, to je po mojem za nas največji rezultat, da smo uspeli v slovenskem športu sistemsko predpisati spletno izobraževanje za vse športnike za registracijo od 14. leta naprej. In kakšen efekt dosega to izobraževanje, je bil klic za pediatrične klinike, ker vsak otrok oziroma mladoletnik je prišel kaj hoče med terapevtsko izjemo. Ko so me pa klicali iz bolnice, pa so rekli, kaj se dogaja, zakaj zdaj. Prej smo imeli eno terapevtsko izjemo na leto, zdaj pa eno na teden. Ne? Pa sem jaz rekel, malo sem bil zmeden, oziroma nisem točno vedel, ko sem rekel, seveda, ne, začel sem izobraževati otroke. In on pride kaj in reče, pustite, jaz sem prebral, da moram imeti terapevtsko izjemo, če dobivam ta pa ta zdravila. Bravo, evo. Zdaj, vprašanje z publike, z prve vrste, izvolijo. Ja, Janez Račul, tukaj le iz lekarne sosedne. Zelo na glas. V glavnem, to, kar je dr. Knap povedal, stroka, sam mehanik je več vedel o shemi doziranja. Jaz bom rekel, kot farmacevt, lahko tudi to potrdim, sem bil v powerliftingu, aktiven približno 6-7 let. Pa pač imaš neke svoje rezultate, potem zvejo, pač kaj si, kaj delaš, pa a bi ti meni lahko povedal, kako bi jaz optimiziral tole svojo schemo, pri testosteronu pa pri človek. Lahko ti povem, kako greva na en dober mesni burek, pa na pivo, pa en trening narediva, sem rekel, testosteronu, pa kako ga dozirati, nimam pojma. In dejansko je res to stroka, tako kot ste rekel, vsi te izpod zemlja dejansko imajo bistveno več, bom rekel, nekega potencialnega znanja oziroma vedanja o tem, ne bom rekel znanja, vedanja, ki ga potem uporablja tako ali drugače. In z tega vidika prvo vprašanje mogoče, kako recimo vlada globalno, ker ve, da se v določenih krogih te zadeve še vedno dogajajo. Hočemo, nočemo, ste nadzorni organ, ste kot, bom rekel, inšpektor. So mogoče kakšne, zdaj to tako, kakšne osebe, ki se v to podzemlje lahko kot kakšni špijuni grejo in potem pač črpajo te informacije. To prvo vprašanje, drugo vprašanje pa leta 93, ko sem jaz po Ljubljanskem gradu laufal, je bilo res 7 nas je bilo, pa še to smo bili vsi čudni. Zdaj je pa pač s poletom se zgodilo to, kar se je zgodilo, super za slovensko, bom rekel, zdravstvo, zdravje, ampak če pa to povežemo s tem instant življenjem, ko ga imamo zdaj, socialni mediji, vse mora biti zdaj takoj tukaj. Vlada je zelo veliko naredila na področju profesionalnih športnikov, kar je super. Zadeva se je preselila v rekreativen šport. Hočemo, nočemo, vidimo na Franji, vidimo na maratonih, to letijo k snete skire, skoraj tako kot profesionalni športniki, pa ne vem, 40, 45, 50 letih. Zdaj, kaj ima vlada, a ima vlada sploh pravni okvir, da s svojim delovanjem vpliva tudi na rekreativne prireditve, ki pač ne štejo za rezultate od državnega prvenstva, ampak pač vemo, da je to tudi prisotno, recimo, na teh prireditvah. Hvala. Hvala za vprašanje. Najprej prvo vprašanje. Zdaj mislim, da 6 ali pa 7 let, odkar ima vlada svoj, mi temu rečemo intelligence. Gre za preiskave in zbiranje informacij, analize in tako naprej. In ta intelligence je zelo močna. Oni ima zaposleni za 16 let. Na našem nacionalnem nivoju nimamo pogodbo za generalno policijsko pravo, za delkom za droge in doping. Z njimi intenzivno sodelujemo. Zato, ker ključni problem dopinga kot celote
niso športniki, ki se po svoji volji ali pa po volji drugih zlorabljajo in uporabljajo doping, ampak nas bistveno bolj zanima, kje so dobili doping, kdo ga proizvaja, kdo ga prodaja. To se pravi ozadje. In naša naloga ni posredstvo ozadje, naša naloga je sodelovati z njimi, se pravi s kriminalistično policijo in prepuščati te stvari njim. Da pa to ni samo nacionalni hobi, mi smo v okviru Centralne Evrope, delamo nov network, to se pravi mreža kriminalističnih policij, jih med sabo povezujemo, mi njih povezujemo, zato ker smo bistveno bolj organizirani in ker imamo to možnost. Poleg tega je vlada letos zaključila eden največjih projektov, ki ga je Evropska unija financirala, v katerega je bilo vključenih vseh 50 oziroma 48 držav, nacionalnih protidopinških organizacij in rečemo law enforcement, se pravi organov pregona, v katero sodijo in finančne uprave oziroma carine, kriminalistične policije in tako naprej. Kratka, ta mreža, ta network funkcionira in imamo kar nekaj, bom rekel, skupnih akcij, tako da te stvari tu se zelo veliko dela. In tudi, ko govorimo o tako imenovanem oceni tveganosti iz posameznega športa na doping, ki ga delamo vsako leto in za vse športe v državi, počasi prehajamo iz, bom rekel, naključnega izbora do izbora, ki je posledica nekega predhodnega načrtovanja. Tako da mi seveda že 2 leti dela samo takšno testiranje, tudi ko gremo na tekmovanje. Jaz, ko pošljem ekipo na tekme, natančno se naprej analiziramo stvari in rečemo, kjeri športniki bodo testirani. Tukaj to je naša pristojnost in to od nas zahteva pravila. To se pravi, ta načrtnost in to tačno delo zahteva predhodne priprave, analizo spremljanja športnikov, njihovih rezultatov. Dejstvo pa je, da se ne ukvarjamo z vsemi športniki, to ne je mogoče, ampak top športniki so člani mednarodnih zvez oziroma njihovih testnih skupin oziroma pulov, tisti, ki so malce pod njimi, so na nacionalnem nivoju in mi skrbimo za njih, tako da mi imamo v slovenskem športu v rednem testnem programu vključenih približno 150 športnikov in teh 150 športnikov na letnem nivoju odda približno 1800 vzorcev na leto. Vsak vzorc je, če govorim o urinskih vzorcih, vsak vzorc ima dva profila in sicer steroidnega profila, to so longitudinalni profili, ko spremljamo vse vzorce, ko ta vzorc se arhivira v Adamsov motor, v ABP profilu in to, če je zdraven, če je vzdržljivostni športnik, jemljamo še kri, to se pravi, da ustvarjamo še hematološki profil, s katerim spremljamo te stvari, v katerih je bolj. Dr. Knap govoril, v testnem oziroma preizkušnjem je pa že tudi hormonski oziroma endokrinološki profil, da se pravi, s 3 profili bomo lahko sledili, bomo rekel, statusu vsakega športnika posebej. Teh športnikov, ki je vključenih v tovrstne programe, približno 35 000 na celem svetu. Dejstvo pa je, recimo, če vzamemo Pariz, na Parizu delamo zdaj že dobro leto, vse mednarodne zveze, mednarodne agencije za testiranje in nacionalne organizacije in se imamo vsi, bom rekel, jaz zato, ker sem že od leta 95 v olimpijskih športih aktiven, pa poznam te stvari, mi imamo danes recimo long list, ki je 150 pa 200% števila športnikov, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah v Parizu. Vsi so testirani, vsi so v programih, vse izobražujemo, vsi morajo čez pule, pa čez spletno izobraževanje, plus individualno izobraževanje, plus kampanje delamo za njih. Tako da jaz mislim, da izobražujemo, testiramo, izmenjavamo informacije z mednarodnimi zvezami, z ITA-jem in pa seveda z nacionalnimi olimpijskimi igrami. Podložek, super je bilo. To drugo vprašanje, se bom še dotaknil, kreacije. Kasneje zdaj bom prosil Natašo še
Gremo tole prvo uro zaokrožimo, posledijo še nadaljne 3, poleg pauze pa. Ecala se, da vas se še napivo, da bo še trajalo, pa se pa frej. Nataša, ti imaš drug problem, zdaj smo govorili, Jan Dvoržak je govoril, koliko športnikov je vključenih, kaj vse počne, ampak ti imaš pa drug problem, ne? Ti pa postaviš državni rekord na 24 ur, ki bi bil tudi pod mednarodno ultramaratonsko zvezo lahko priznan, pa zdaj v bistvu ni, ker je manjkal en pogoj. Kater pogoj je manjkal in zakaj? Povej. Zdaj, jaz sem bila v kontaktu, ravno po tem je mene Kastelic, krmljeni delegat, upozoril, da bi bilo treba narediti test, oziroma da bi mogla iti se testirati. Sem dobila od Petra potem SMS, da moram kontaktirati protidopinško zvezo, tako Sloado. Se pravi, jaz sem kontaktirala Anžeta na Sloado in sem dobila od njega potrjeno, da za 24 ur za rekord v Sloveniji še ni potreben doping test. In mi je poslal SMS, sem ta in Sloado, mi lepo čestito in mi je tudi napisal, da mi pošilja SMS ravno zato, da imajo zabeležen, da sem jih kontaktirala, ampak da se je odločil, oziroma da še za 24-urni rekord ni potreben test, kar se meni definitivno tudi ne zdi pravno. Dvoržak replika. Pri nas ni meni Anžeta, ampak če to... Uživo gre tole, dame gospodje. Slovenska antidoping organizacija ima svoje pristojnosti in vloge. Državni rekordi so v pristojnosti nacionalne panožne športne zveze, v tem primeru atletske zveze. Mi delamo teste. Aljaž Požeš, on je na atletske zvezi. Atletska zveza je pristojna za državne rekorde, to je vse jasno. In mi naredimo državni rekord, če ga oni potrdijo, potrditev pomeni, da ga bojo plačali. Ja, Aljaž. Zdaj, kakšen je vaš status znotraj atletske zveze, ni moj problem in jaz tega ne vem, vendar imajo pa svoje pravila. Vem, da testiramo v članskih kategorijah vse državne rekorde in to po naročilu atletske zveze. Ampak v vsakem trenutku, takrat, ko hočejo. Tako da, zakaj se Aljaž odločil, jaz ne vem, kako je. To se pravi, nismo mi krivi, ampak atletska zveza. Ja, na dirki so bili 3 sodniki z atletske zveze, ja. Ne, ni noben živoga, ki je to treba tako. Dejansko smo se pogovarjali z njimi tam, ja, fantje, ki so vedeli, potem po 20 urah, da bo rekord, so rekli, da bodo se posvetovali pač na krovni zvezi, kaj je potrebno in da najbrž ne bo potrebno, a ne so že naprej vedeli. Tako da, zakaj imajo tako politiko, ne vem. Nataša. Meni je Peter Kastelic potem iz Atletske zveze poslal tudi sporočilo, da mi čestita in da je podatke poslal na DUF, se pravi, da bo rekord priznan mednarodno. Je to? No, če je temu tako, smo prehranili en test, Atletska zveza da zaposil. Koliko je test, vas zanima, vem, ker sem ga naročil za nočno desetko pred leti, ko so postavili državni rekord na 10 kilometrov. Mislim, da je bil test za 2 človeka tam okrog po 2000 evrov neki ta na vsega skupaj. Tako da veste, če boste sami se testirali, ja, ni tako drago, a ne. Doping je dražji. Zdaj pa preden, ja, da se stvar, da ljudje preverjajo tam fact-checkerji doma, preden se čisto razpustite, dajmo še lepo urce tole narediti. Meni je zmanjkalo vprašanj, ker me je knap že na začetku razsul, da je to brez veze, da se o dopingu govarjamo, tako da vseeno bom pa dal besedo še komu drugemu. Rabim zdajle iz publike, rabim enega atleta, pa človeka, ki je napisal knjigo o dopingu. Je kakšen, je dvigne roko? Prva pričeska večera, prosim, dovolite, Luc Zalokar, evo. Aplauz za Luca Zalokarja. Ni veliko takih gostov
v občinstvu, tako da ga moram Še porabiti. listek. Dobiš še mikrofon, ker vem, da znaš govoriti, on je pač cela, tako da opustite mu ta naglas. Odličen atlet je bil, 800 metraž, 1500 metraž, če zmeraj odličen tekač, je tako. Pa izjemen publicist, če ste brali delo, njegovi članki so izjemni, napisal je 2 knjigi, zdaj že 3. Kar 2, ta zadnja je naslov, zadnja je dirka od bloka drevesa, govori pa prvenstveno o tem, da se je mali fant želel biti boljši, ne zadnji, iz tega je razvil človek tezo o zgodovini in trenutnem stanju dopinga, tako da, Luc, izvoli, zanimivo je nekaj, imaš tudi izjemno veliko tez o dopingu, zastavljenih zadnjih 5, tistih mi je izjemno všečnih, namreč izobrazi se, sumi vse, hkrati pa ne obsoje. Tako da, kaj nam manjka, razen tega, da preberemo tvojo knjigo, ki imaš sigurno s sabo, pa jo boš prodajal po znižani ceni kasneje, pa podpisoval. Pa Brigida ima tudi knjigo s sabo, Knapa imaš kakšno knjigo s sabo? Ne, se boš. Kliničnem centru, ja, Požarnikova, v redu, ja, ste vi. Tako da, Luc, izvoli še tvoj prispevek, recimo, k današnjemu večeru. Sigurno se to stvari smo pozabili povedati. Ti imaš insight, imaš pogled. Doping je, odkar šport obstaja, brško ne. Neka stimulacija, izboljšanje rezultatov in tako naprej. Malo smo se dotaknili, zakaj športniki to delajo. Povej mi, je bilo včasih hujše, danes hujše, ko vse to vemo, ko imamo vse te regulacije, se lahko to da to sploh izkoreniti? Je to smiselno izkoreniti v celoti, oziroma šport lahko obstaja brez dopinga? Evo, to bi lahko tudi naslov tega večera. Izvoli. Ja, najprej hvala za povabilo, pa tak lep uvod. A se da doping izkoreniti športa? Pa, če bi bilo smiselno, jaz seveda bi bilo smiselno, če bi bilo možno, ampak meni se zdi, da je to tako tesno povezano s tem nekim, da bom se dobro izražal, pa nekim gonom po tekmovalnosti, ki je pri nekaterih ljudeh bolj pride do izraza, pri nekaterih manj. Tako da meni se zdi to dosti utopična ideja, da bi se ga na točko nič izkorenil. Hkrati pa, jaz sem novinar in v novinarstvu se veliko pogovarjamo o objektivnosti. In potem se dosti strinjamo, da neke popolne objektivnosti tudi ni mogoče doseči. Ker vedno na koncu, tudi če daš več sogovornikov noter, še vedno kot novinar sam presojaš, koga boš uporabil. Skratka, je vedno nek subjektivni moment. Ampak to ne pomeni, da se ne bi prizadevali k objektivnosti, kar seveda tudi ne pomeni, da če pravimo, da verjetno pa se bo vedno še našel nekdo, ko hoče okoli prenesti pravila, da se je nesmiselno govoriti proti temu. Ker to je pogosto argument nekih. Zdaj se celo en ameriški multimiliarder, ki bi se z Elonom Muskom PayPal takrat zagnal pred 15 leti, se je našel in hoče narediti neke paralelne olimpijske igre. Peter Thiel, je. Ki bojo totalno, ki bojo pač brez kontrol dopinga. In kot propagirati, dajmo zdaj, to je moderno gladiatorstvo, nehimo se pretvarjati. Ampak se mi zdi, to je zelo, kako bi rekel, zgrešeno sporočilo za vse, ko imajo radi šport, ko imajo radi neke vrednote, ki niso zdaj povezane samo z neko golo tekmovalnostjo. Ker tekmovalnost konec je lahko zelo, kako bi rekel, nekaj plemenitega. Meni je bilo nekaj najlepšega, tako, sam sem se dobro počutil, ko sem tekmoval, pa dosegel kakšne uspehe, naslov državnega prvaka, pa kakšne norme, pa prišla kakšna tekma, ko mi ni šlo. In pa čeprav mene razganjalo z te tekmovalnosti, ker se rad bi tako v sebi najrajši zadavil, kako me je prehito. Ampak na koncu še vse rajši, ko stisneš nekaj presledko, pa mu daš roko, pa tisti vsaka čast, da veš, bil si boljši. In se mi zdi, če govorimo, da ni nobenih pravil v športu, pa se to neko pravilo, mislim, to se posebno zgubi. Tako da upam, da sem ti vsaj približno odgovoril na to. Mogoče kot novinar, si bolj na tekočem, zdaj že dolgo ni bilo enega večjega škandala, prej omenil gospod Dvoršak, ta kitajski primer s temi plavalci, ki so se kontaminirali v neki restauraciji, pa potem vlada ni sprožila postopka, pa zdaj so to na plan privlekli in tako naprej. Poznaš zgodovino dopinga zadnjih 25 let zelo dobro. Kdaj je bilo najhujše? Pred 15 leti, je danes, bo jutri morda.
To se lahko večjem, kako bi rekel, predvidevam, špekulacije. Ja. V knjigi sem vedel, kar, kako bi rekel, sem probal narediti nek temeljit pregled, pa ne 25 let dejansko od, recimo, da doping je precej povezan s profesionalizacijo športa. Seveda je v nekih manjših, blažjih, recimo skoraj romantičnih oblikah, v oblikih raznih špiritov in tudi strihnin so včasih, mislim, sve so ljudje. Ampak to, recimo, od antične Grčije naprej poznamo to, pa na začetku 20. stoletja. Ampak ti anabolni steroidi so se začeli pa, mislim, da v 60-ih pojavljati. In kar je zanimivo, prej smo govorili o tehnoloških izboljšavah in prehrani v športu, kako to gre naprej. In meni je zelo zanimiv argument, tako, v bistvu, ki stoji zelo na trhlih temeljih, ko športniki pravijo, ko se izgovarjajo, zakaj ne jemljamo dopinga. Ja, zaradi tega, ker je tehnologija toliko boljša, zaradi tega, ker je, ne vem, ker je trening se izboljšal. Mislim, jaz se čisto strinjam, da se vse izboljša, ampak to na noben način ne pomeni, da se izključuje to s čim, ker če pogledamo 60. leta, takrat se je uvedel pojem laktatni prak, ki je blazno pripomogel napredku v vzdržljivostnih športih. Takrat se je zgodil prehod iz leša na tartan na stezi, ki tudi blazno pripomore k nekemu napredku v tekaških, no, mislim, v vseh disciplinah, ki potekajo na tej podlagi. Ampak hkrati so se v 60-ih tudi pa so razvile anabolne steroide. Torej, to so dejavniki, ki so seveda na nek način medsebojno povezani, ampak se tudi pojavljajo povsem ločeno drug od drugega. Tako da, to mogoče za en tak intervenc. Vprašam si, kdaj je bilo najhuje. Ne vem. Možda se še eno, meni je zelo všeč, da protidopinške organizacije sodelujejo z kriminalisti. Ker roko na srce, če pogledamo nazaj, vse največje dopinške škandale v preteklosti, torej, če govorimo o vzhodni Nemčiji, v 70-ih, 80-ih, če govorimo o tej, kako bi rekel, poplavi eritropoetina v vzdržljivostnih športih v 90-ih in začetku 2000-ih, in če govorimo nazaj zadnje v Rusiji, ki seveda se to še vleče iz časov Sovjetske zveze, vsi so bili to primeri, ki jih niso ujeli v realnem času. Ki so recimo Lance Armstronga so 500-krat testirali, enkrat mislim, da so ga dobili, pa še to se je uspel izmazati. So morali priti v neke pričevanja, neki dokazi. Isto je, kako bi rekel, bilo z NDR, dokler se je takrat delal vse. Takrat na začetku bilo samo in-competition testiranje. Torej so oni samo mogli vedeti, da niso postavili tekmovanje dopingiranega športnika, je bilo vse ok. Se je pa lahko po mili volji dopingiral med pripravami, kar je pri marsikateri vrsti dopinga, bi rekel, ključno. In mogoče samo še to ni zdaj kritika, kot bi rekel, protidopinških organizacij, ker to je pač, kot bi rekel, naravn potek, kot bi rekel, razvoja tega lova na grešnike. Poznam, kriminalci so pogosto kak korak pred policisti. No in zato se mi zdi zelo pomembno, da na podlagi teh zgodovinskih izkušenj, da vemo, da je treba tudi v zakulisje pogledati in odpreti Stasijeve arhive, najti zvižgače, ki so pripravljeni se razkriti in seveda potem to podkrepiti. Hkrati pa seveda testirati precej. Mogoče bi tu imel eno vprašanje, ne vem, če verjetno ste vi najbolj pristojni za to, gospod Dvoršak, a je kakšna vrednost, da bi se enkrat pocenili malo ti testi? Ker res to osebno razmišljam, to bi bil po mojem najlažji način, da se res, ker če govorimo o testiranju, govorimo o tem, da več kot je testov, večja vrednost, da se nekoga ujame. In dokler so tako, se rekel, niso mogoče tako zelo dragi kot doping, so pa vse precej dragi, no ne moramo si privoščiti, da bi zdaj kar vsakega skozi testirali, če so pojurja. Kakšna je mogoče tu možnost za izboljšave, za pocenitev? Ja, ne bo še izvolite. Odlično. Zakaj bi pocenitev izboljšala, tega ne razumem. Dosegljivost bi bila višja, več bi imel tako, kot približen, zdaj se polulaš na tisto, vidiš, a imaš sladkorno. Kakšne rekreativne prireditve bi nam bile testirane, če bilo cnej? Strošek je seveda velik strošek, se je posebej odvisno od menija, ki ga laboratorij izvede na posameznem vzorcu. Standardni meni, kot že temu rečemo, stane 207 €. Če imamo zraven še rastni hormon, pa eritropoetin, pa smo že na 700 €. Če hočemo zraven še dodatne analize, smo hitro čez Jurija.
pa smo samo v laboratoriju. Tam to je strošek tehnologije, v katero v bistvu laboratorij investira vsako leto, zato da lahko ostane, da sledi trendom na tem področju. Tako da, jaz mislim, da in dobro, vse ta sredstva zagotavlja, pa nas sicer slabo, ne, ampak pretežno 49% država, ostalo mi zberemo skupaj z evropskimi projekti, Erasmusom in tako naprej, zlasti na področju izobraževanja. Ampak se mi zdi, tisto, kar ste prej rekli, knjigo sem prebral, vašo drugače. In competition, out of competition, mi delamo bistveno več izven tekmovanj kot na tekmovanjih. Ja? To sem govoril za 70. Ja, vse v redu. In to je zanimivo. Zanimivo je, ko smo štartali v bistvu vseh kolektivnih športih, se pravi vseh moških, ženski moški, tako da ne bo, da se razumemo, ne glede na nivo. Ampak jaz mislim, da je pomembno, da smo prisotni v teh športih, da smo prisotni tudi v mladinskih kategorijah, zlasti bolj z vidika edukacije, kajti če izobražujemo, moramo priti tudi kakšen test narediti. Tako da, če pokrijemo vse kolektivne športe v državi, je to velika številka. V nogometu imamo v programu vključenih čez 800 igralcev. To se pravi, to je moška in ženska liga, mladinska in kadetska liga, futsal liga in tudi nogometna zveza sofinancira ta projekt. Oni plačujejo 70% stroškov na tekmovanjih. Iz out of competition je na strošek v celoti. Tudi v atletiki, v teh dolgih tekih niso tako prisotni, pa to še ne pomeni, da ne bomo. Ampak vse ostalo je pa, bom rekel, pokrivamo mladinska državna prvenstva, pokale, članska državna prvenstva, vsaj 15 atletov imamo v pulu, zdaj jih je 5 v mednarodnem pulu, kar je dobro, ker to je pokazatelj kvalitete športa v državi, to je hitro. Zdaj, če nimam, prej smo imeli neko obdobje bilo, ko nismo imeli nobenega atleta v pulu. Pa sem rekel, se nimamo koga testirati, da se pravi. Ampak dobro, to je marhica. Ampak dejstvo je, če imamo mi 20-25 športnikov v pulu in so v rednih programih, je to v bistvu neka garancija, ker o tem se govori, včasih, ko je bila ona še pionirček, je bila to tabu tema. Niso smeli reči besedo doping. Sem jaz začel leta 2009, sem naredil en projekt in sem povabil 20 športnikov iz 20 različnih zvez. Vsi so bili stari 16 do 18 let. In moje prvo vprašanje, zato smo jih povabili, ko smo jih imeli v projektu, sem rekel, ali se je s tabo kdo v klubu, zvezi ali medobčinski zvezi pogovarjal in o dopingu. Tudi eden ne. In zato je danes tako pomembno, da se pogovarjamo o tem. Če se otroci, pa smo si ga obtuji na UNESCO tek in je prišla osnovna šola Ptuj, kolesarsko mesto in druge tudi, in je prišlo celo 12-letnih fantkov, vsi so več videli doping kot jaz. Pa smo rekli, 15 let je previsoka meja, pojmo dol, pa smo šli na 12. Ker mi v svojem edukacijskem programu delamo tudi za šolami, ne samo za športnimi klubi. In imamo celo projektov v vseh teh možnih oblikah. Tako da ne bom to prav. Doktor Knap, bomo zdaj prosil, mogoče bi se navezal na rekreacijo. To, da smo ugotovila Luc, da so testi predragi, da preden bodo testi po 15 evrov, pa jih bo gospod z lekarne tle prodajal. Bo še nekaj časa trajalo, do takrat pa kako zajeti pač rekreativce, ki se dopingirajo, najbrž vse. Doktor Knap, Urban Pravodnik je enkrat rekel, ko je bila tudi okrogla miza o dopingu v rekreaciji, zakaj pač se... Pokrili smo otroke, so izobraženi, atleti so izobraženi, registrirani atleti so izobraženi, tudi rekreativci. Kaj pa mehanik, ko vlada vse v nulo? Kako pa te zdaj zajeti? Urban Pravodnik je enkrat rekel, kaj pa če bi na rekreativnih tekmovanjih nehali meriti čas? Saj se vsi dopingirajo, zato da je boljši od soseda, da je boljši od enega, drugega konkurenta, tretjega, kaj pa če ukinemo tekmovalnost, pa ne bo vse skupaj rekreacija, pa ne laufajo, zato da laufajo, sami s svojimi urami, bomo mogoče pa na ta način izkorenili prevalenco nekega dopinga v rekreaciji. Kaj vi mislite?
Lucijan je lepo povedal, gon po tekmovalnosti, mi ga imamo vsi v sebi. Tudi če smo vaški tekači, sam da zguno staro imamo prehtiš, kaj 5 let mlajša. Tako da to je v bistvu tako da rekreativni šport. Dajmo povedati, ja, lahko bi pohvalil Janija, on sem se veliko naučil o tem, koliko je vada napredvala, koliko je v bistvu, zdaj se res v bistvu, če tako naredimo povzetek, ali pa ne, da bi bil jaz zdaj glavni, ampak bi lahko rekel, da se zdaj res ne splača goljufati, pa tudi škodljivo je za zdravje, da goljufaš. Tako da v bistvu in fajn ta izobraževanja, ki so na mladih svet stoji, to bomo res prispevali k temu, da bo vse, če gledamo odmevnost dopinških afer je zdaj manjša, ker je manj dopinga, se mi zdi. Ali pa tudi sofisticiran, da se ga ta genski doping, ki je to izhoda. Po drugi strani je pa tudi biologija kruta. Če gledamo zdaj recimo biti dober maratonca, moraš biti velik 100, niti ne 180, pa moraš biti 58 kg, ona pa koliko je visoka, 140, pa imate 45 kg. Če 150 kg, to... Celih 50, bravo, Nataša, malo se sporedil. To ni doping, v bistvu, to je nefer, da nekdo, ne punca, pa na 10 kg več, ko jo fantizice rajš gledajo, ampak nav pa mogla 4 pa več to... Koliko ima telefon? V 24 urah? 228 km, da, gospodje, aplauz. Bom nekaj, ampak bi še povedal rekreativni šport, ki smo prej rekli, ta Lucijan všeč ta gon po tekmovalnosti, ko vsi se primerjamo, vsi tekmujemo, če ne drugega za denar, za plačo, za pozicijo, je predsednik vlade, za prvo mesto. Zmage so eliksir življenja, so eliksir mladosti. Treba je zmagati, vsak delo, ali pa na Instagramu nekaj največje sličko, čeprav res ne termini. Ampak rekreativni šport, ful mi gre na živce ta oblika, rekreacija pomeni krepitev zdravja. Ne mi reči, da jaz krepim zdravje, če tečem 10 km na Ljubljanskem maratonu, pa me moji študenti nažgejo in pravijo, stari lej, da mora več laufati, pa se mi smejijo. To ni krepitev zdravja, kolen me boli, srčno prekejstvo previsoko, Feniks mi pa pokaže, da je čezmerno obremenitev. Da sem prestrb reči 10 km. Ampak jaz pa uživam. Kaj zdaj narobe, če sem pa 63 letih, kad sem bil star tekel 10 km. Pa najbolj počasen tekel življenj, pa s najnižjim pulzom, pa bil sem najbolj zadovoljen v cilju od vseh tekov. Tudi takrat sem bil še solidni tekač, poprečen, sem bil bolj nesrečen, ker nisem imel po 33 minut, ker zdaj sem tekel na nekaj. Rekreativni šport, definicijo nisem počel. Rekreacija, krepitev, disportare pa zvira italijanske besede, veselje, veseliti se, igrati se. To otroci zdaj delajo, To se pravi, Lucijan, ki je bil mlad atlet, ki je sanjal do olimpijski prvak, je šel na stezo, naredil 20x400. To je bila tista rado športa, tista prava, in to vzeti, zdaj pa moramo vse zmeriti, vse se nam primerjati. Jaz mislim, da s tem, da si nehamo čas meriti, s tem ne bomo največ prišli. Ja, če ni na stravi, ni nikjer, Tako še pravi. Ja, eni ima še tebe stravo klopljeno. S koraki bo vse štejo. Ja, lahko pa ženo kolesaraš, pa rečeš, pa žena tam, če en hrib pride 16, pa si rečeš, mogoče pa tudi jaz nisem tako slab, če že nisem na stravi, pa še da je žena 16, pa ne vem, koliko 10 000 kolesarjev. Tako da ta rekreativni šport, ko mi enkrat damo gor številko, tekmujemo, res to tekmujemo. Tu, če gre zdaj Lucijan, da Brigita teč, ne boš mogla teč rezervo, Brigita je pretekla maraton, ne Brigita, v New Yorku, ja, tako da je maraton, kar sodi se me. Mikrofon vzem, Brigita, da so posneli. Tako da po moje bi bilo treba tudi, če bi več finančno, sicer znade preveč, ampak vlada pa država ga nima dost, bi morali tudi testirati rekreativne športnice. Vsaj nekaj, vsaj štih probe bi morali delati. No,
Dvoršek, kaj je bilo takrat na Ljubljanskem maratonu, ki je frčalo perje, ko je bilo objavljeno, da bodo pa zdaj rekreativce testirali, pa se jih je 100-krat odjavili, pa nekaj jih ni bilo, pa tako naprej. V glavnem, veliko ste govorili po forumih, po Facebookih, kaj za vraga se zdaj gredo, da bodo pa rekreativce testirali. Malo je bilo hecno, zdaj vse skupaj, ker vemo, da to ni šala mala, zdaj potestirati, pa ne vem, tudi na ključnem vzorec 10, 20, kaj še ne 30 rekreativcev, nekaj ste hoteli takrat sporočiti s tisto gesto. Ja, drži, se mislijo prvič. Mi vsako leto testiramo Ljubljanski maraton, vsako leto testiramo Franjo. Smo prisotni na teh rekreativnih prireditvah tudi ostalih. Vendar v kodeksu leta 2021 naprej tudi je definicija rekreativnega športnika. To je lahko vsak športnik, ki je zadnjih 5 let ni na rang lestvicah posameznih zvez, to se pravi, da je resnično prekinil svojo tekmovalno pot, oziroma vsak ostali udeleženec teh rekreativnih prireditev. Zdaj, mi formalni okvir, da ti športnike testiramo, imamo, ampak ne vidimo kakšnih posebnih učinkov z vidika sankcij v primeru pozitivnih rezultatov. A veste, in če tega ni, potem je rekel brez smisla, to je moje mnenje, investirati v to vrstno delo ali pa aktivnost, bistveno bolj pametno se mi zdi ozaveščati udeležence in rekreativne športnike. In to je, zdaj, pri registriranih športnikih fino, ko smo tam lahko rekli, to je obvezno in morate to narediti. Rekreativni športnikov, mi smo bili v nekaj projektih, imeli smo projekt Erasmusov na Ljubljanskem maratonu in Zberi pravo pot, takrat smo tudi ta veter naredili, in je v bistvu dobro in bi ga lahko naredili še večkrat, ampak naši resursi so omejeni, jaz sem edini zaposlen, imam še 2 SP-ca na pogodbi. Mi smo edina nacionalna organizacija v Evropi, a to v svetu, če hočete, kjer država plačuje samo materialne stroške. Nič drugega. To se pravi, niti 50% naših stroškov ne pokrijejo, pa so podpisali 2 konvencije, Strasbourgsko pa UNESCO, obe dve sta protidopinški konvenciji. Tako da, hecno, in to zdaj nisem stvar zdajšnje vlade, ampak vseh v preteklih 10 letih. Ampak kakorkoli, če grem nazaj, v rekreativnem, na področju športne rekreacije, je prva stvar zaveščanje. In s temi projekti bomo nadaljevali. Če bi imel danes ustrezne resurse, bi zagotovo zaposlil človeka, ki bi se ukvarjal za fitness industrijo, se pravi za fitnessi. Mimo 2 dni nazaj smo se dogovorili z novim predsednikom fitness zveze, ker prej se 20 let nismo mogli, da bomo začeli testirati fitness industrijo oziroma tam. In v Evropi poznamo celo projektov, kjer se privatni fitnessi združujejo in se potegujejo za nek zelen znak, in ta zelen znak pomeni, da je to čist fitness, da se tam ne drogirajo oziroma dopingirajo in da se lahko tudi športniki oziroma udeleženci testirajo na svoje stroške. Cikl teh aktivnosti je, gre naprej in tudi poznavalci pravijo, da točno vejo, kateri fitnessi so okej, kateri so zelo obremenjeni z prepovedanimi snovmi in tako naprej. Vse posod pa pod pultom in dobiš kar hočeš in to je tisto, kar mene najbolj boli. No, se pravi, bomo tudi v teku malo prišli do tega, kako tu, še ne vemo, če Nataša rekla, si hodiš dosti po teh ultra prireditvah po svetu, pa dajmo reči, da so to malo bolj tukaj rekreativni športniki, jaz smo termin definirali, vsi ste rekreativni športniki. Ja, ok, zadovoljni? Kako ste testirani za doping? Rekla si, doping je v tem rekreativnem športu, kako ti to opadaš, recimo, da lahko to trdiš, ker slišiš, da se govori o tem, so ti kdaj kaj ponudili, meniš, da bi bilo več testov potrebno, da bi kakšnega še dobili. Sem že malo gledati, če so kaj ultra tekačev dobili na doping testih, pa so ne 2 dobili na UTMB-ju pred leti, pa še enega na neki drugi ultra in sem njih izrazito veliko. Zdaj, a zato, ker ni testov, to, ker se dopingirajo z dovoljenimi doping sredstvi, to bom pa povedal, kaj si ste mislili? Zvoli. Ja, jaz mislim, da predvsem zato, ker je premalo testiranja v ultramaratonih. Jaz
V bistvu sem samo na 12-urnem teku v Kranju, ko sem postala državna prvakinja, sem takrat edinkrat bila na dopinškem testu. Drugače pa nikjer nisem zasledila prav vsaj izmed teh na nobenem izmed teh tekov, tudi če sem zmagala, še nikoli ni bilo treba nobenega doping testa narediti. Tudi nisem zasledila, da bi kdorkoli omenil, da bi bil na kakem dopinškem testu. Zdaj, kar se tiče teh govoric, ja, nekaj je govoric, nekaj je bilo takega, kar se je videlo, ampak jaz sem zdaj nobenih podrobnosti ne govorila. Je pa res, da sem že dobila tudi kakšno ponudbo, na kak način bi lahko določene stvari izboljšala, kje pa kako, tudi to sem že dobila. Tako da ja, definitivno jaz lahko trdim, da doping je v ultramaratonu. Govorim prav v ultramaratonu v Sloveniji. Več testov narejenih, bomo vedeli več, če bodo dobili. Brigita, ja, ti si bila v vrhunski atletiki leta 2000 na olimpijskih igrah, hipotetično vprašanje. Pred olimpijskimi igrami si druga na lestvici za Marijo Mutolo, imaš pol sekunde še lufta, pride do tebe pa ti reče, tole poješ. Evo, jo imaš za pol sekunde ti, dobiš olimpijsko zlato, noben ne bo nikoli vedel, vse smo zračunali, vse jasno. Ful dobro vprašanje. Jaz mislim, da bi vse narekla ne. Se pravi, če bi dobila olimpijsko ali pa ne medaljo. Če bi dobila zlato, recimo. Zlato so samo medaljo, no. Bila si četrta v olimpijskih, kdo treba podariti, ali nekdo bi ti rekel Kelly Holmes, evo, boš ujela, tle imaš, pojej tole se te je užilo, 2 dni prej, 2krat bo malo boš modraša na WC, pa bo pa super. Pa to je rešitev za vse. Kje sem se, ampak recimo, ja. Ne, jaz vedno rečem, jaz sem bila res zadrogirana otroštvo, in da sem prišla ven in v bistvu ta trener, ki sem ga omenila, mi je ravno na mojo astmo ponudil. Je rekel, zakaj ne bi to malo izkoristila, tako kolesare in podobno. Ampak pri meni res, če bi šli kar teke gledati od, ne vem, 4. leta dalje, so bronhiti si vse te zadeve. Tako da, ja, ne, jaz sem se prej borila in v bistvu tudi v moji knjigi sem napisala 3 leta pred čelnim vrhom, sem tekla, ne vem, 58, 40, kako je bilo na 800, sem jaz nehala z vsemi zdravili od astme, ker sem imela toliko stranskih učinkov. Se pravi, praktično sem laufala na ta PUE, ali kako se imenoval, ta obrazac, ampak brez zdravila. To je bilo to. To je bil moj cilj, ker res stranski učinki se pa res pojavljajo po teh astmatičnih zdravilih. Tako da ni to, da eno uporablja samo za pluse, ali pa da rabiš zdravje rihtati, težko živiš. Od aritmij do vsega stranega zraven. To je to. Da ne, to je ne. Torej, odgovor je žal ne. Žal ne. Ne boš povedala, kaj bo vzela, pa kje se da dobiti, ne hecam te. Sem to izven, da ne vem. Ne, to mi sugeriral mi je Lud sprej, ne, ko to vprašam. In vam jaz krivo, ne. Vprašal, kaj bo vzela, to da mi dal naslednjo knjigo. Ok, Nataša, mogoče še, kakšno je tvoje mnenje? Ena raziskava je prišla ven letos, pomladi, in sicer uporabi preparatov med ultratekači, vzeli so 400 vzorcev urina, več kot 200, ki so najdeli neke preparate, sicer večina dovoljenih, večina je bilo pač teh nesteroidnih antireumatikov, pač protibolečinskih tablet, protivnetnih tablet, to, kar pač ne bi praktično otraši imeli v vrečki v žepu vsi. Zdaj, tudi ti imajo stranske učinke, negativne na zdravje in tako naprej. Tvoje mnenje pač o tem, da praktično trejlaši, pa ultratrejlaši, pa ultraši na cesti pač pogosto posegajo po teh, bomo rekel, sicer dovoljenih preparatih, pa vendarle. Ja, tega je, v bistvu ne vem, če poznam kakšnega ultraša, da ne bi kakšnega ibuprofena ali pa, ne vem, nalgisina, naklofena, pa te stvari pojedel, ja, to definitivno, ja. To je v bistvu vsakma, tudi jaz recimo kakšen naklofen, ampak seveda sem jaz prej v tem govorila tudi s mojim zdravnikom, v bistvu gre za protivnetbeno, da iz preventive potem potekmi, da je dobro, da ne pride do vneti ali kaj takega. Kakšna tudi križ boli včasih? Ajde, Njako bi kaj povedal, vidite, jeste to, ne? Roko bar do tega ne? No.
Zalokar, pa ti povej, kaj pa ti misliš o teh nesteroidnih antiromatikih, ki eni jedo bombone, ne, mogoče, ja. Ja, sem vesel, da se mi ni treba zdaj, da lahko kot res rekreativen športnik se brez nekih visokih tekmovalnih ambicij ne ukvarjam s tem. Sem pa se s tem vprašanjem, ko se prej Brigito vprašal po mojih navodilih, oziroma sugestijah. Jaz nisem na takem nivoju kot ona, mislim, da konec koncev je bila, noben moški atlet ni bil na 800 metrov v tem rangu v Sloveniji, kot je bila Brigita, ampak sem pa vsem bil na neki točki, ko sem tako sem bil blizu tega, da bi lahko začel živeti od športa. Razmeroma blizu, bil 13. na svetovnem mladinskem in tako. In to so leta, ko se še zelo formiraš kot človek, bi rekel, 18-19 star in non-stop se s kolegi, vsaj pri nas je bila to res redna debata, tako z atletskimi zavezniaki. A je res možno, torej, če grem zdaj 1,49, da pa lahko greš res 1,44, tudi brez da karkoli vzameš. In tako bi rekel, to so kar ene velike moralne dileme za enega mladega športnika in sem se tudi post-pestom dosti spraševal, kako bi odreagiral to in jaz ne bi mogel recimo zase tako odločno reči, jaz nisem imel te izkušnje z astmo ali pa s čem. Tega pomisleka sigurno ne bi imel in tudi, ko razmišljaš naprej, jaz se vedno rečem, verjetno ima vsak človek neko mejo, kje prestopi to, kar je nekje zapisano in koliko sem se prestopil v člansko kategorijo, kar dosti z neko pretreniranostjo soočen, to je res blazno stanje, ko ne spiš, ko se zbujaš res srcem, ko da si spil 15 kav in tako dalje. In še to se zbujaš iz nekega polsna in potem že študiraš, bom šel zdaj na fartlek ali bom šel na distance, skratka, totalno te posrka ta šport noter. In se mi zdi v takem stanju, če bi kdo pristopil do mene in mi rekel, gled, zdaj pa bomo to malo porihali, se ne moram reči ne ja ali ne, ampak se mi zdi, da sigurno pa ne bi bil 100% za katero postranje. Ne vem, če bi lahko kdo, kaj ti most, se isto trdim, pa spet nisem na tem nivoju, ampak svoje cajte sem kar neki laufal malo hitrej, pa sem ne trdil kategorično, da dopinga pa ne bi nikoli poskusil, pa potem se kar nekaj prebral na to temo, tudi na celo knjigo, ampak pa se pogovarjal recimo z atleti, ki so zgubili medalje za stotinko in podobno, a bil v določeni situaciji po tisti tekmi, potem je naslednja, tam imaš pa šanso, da bo prav, pa da bi ti nekdo po tisti sveti jezi po nečem zavrnil se skupaj. Ne upam trditi tega, nikoli, tako da pa sem dosti izobražen tudi na tem področju, Zdaj, Brigita je rekla, ne, to mi všeč, Nataša tudi prav, da ne, Knap mi malo sumljiv sicer, da ima mehaniko za svetovalca, tam je dobro, tam mi všeč, tam je dobro, Knap. Ja, izvolite. Ki pa je to Mehanker. Zdaj, da imamo samo dopingu, čeprav je zelo zanimiva tema, ampak kaj pa ultraši, recimo lova, nesteroidni antireumatiki, ledvica, želodec, to so v bistvu kar posledice, koliko časa traja ta ultraška karijera, koliko tega analgezina prenesejo ledvica. A je v tem kaj znano, koliko časa je zdaj ta ultratiki, koliko let so popularni? 30 let. Jaz tečem ultramaratone že 17-18 let. Je pa res, da jaz pojem na klofen ali pa na desin, bom rekla, na tekmi 2-3, drugače jaz ne jem nobenih tablet nikoli. In to je to, jaz nimam nobenih težav, ne želodcem z ničemer, s poškodbom, nič tako da. Omega-3, pa krioterapija, pa hiperbarična medicina, za regeneracijo to pa še uporabljati. Hiperbarično moram reči, sem prvič začela uporabljati, sem bila prvič zdaj po 24-urnem teku, sem bila prvič v življenju, tukaj drugače pa druga ne. C-vitamin, omega-3. Knap, bo redo? Bo. Je še potencial. Je potencial za izboljšanje, rečeš, farmacijo, tako. Zdaj, ko smo Lucija omenil pretreniranost, zdaj so v bistvu, zdaj imamo te prstane, to je, ne vem, če poznate, Laura, to 24 ur na dan spremlja
tudi stanje avtonomnega živčevja. To se pravi, s tem, kaj pomeni to avtonomno živčevje, to pomeni, a ne zdaj, če hočemo goniti po tekmovalnosti, moramo biti manj jezni, moramo se vznemiriti, moramo lahko tudi kokain vzeti, pač odvisen, a ne, naravno je pa ta simpatikus, parasimpatikus, a ne, in mora biti to eno ravnovesje, no. Zdaj, če vas ta prva 24 bo danes spremlja, pa imate podatke iz celega leta, ne, potem ne morete priti v fazo pretreniranosti, a ne. Zdaj, vrhunski športniki to že zelo veliko uporabljajo. Uporabljamo tudi pri bolnikih, ne. Ampak to je protidoping, to je v bistvu to je v bistvu umetnost vadbe brez prepovedanja. Če se to prevečne vznemir, res smo čisto navadno uro, pa fajn spimo. Človek, ki vlada na doping na svetu, ima navadno uro. Naja me teže brce, da smo uro pa pol že potrošili, zdaj se da ste vi na vrsti. Kakšno vprašanje, sigurno, ja. Uršičeva, mogoče vi, ki bi vprašala? Moram do vas prideti, da bi bila prijatelj, nisem, ja. Mislim, da sem čisto dosti glasna tudi brez. O, Jezus Kristus, pomagaj. Ne bo, ker se to snema, pa ne še ostali slišali. Pa se smo se že prej pogovarjali, mehanski doping pa superge. To danes ne bomo načenjali, ker je že Knape rekel, ker bomo predolgo trajali. Me je pa druga stvar, o kateri sem se prej pogovarjali, recimo, ne vem, dekleta, mogoče ne vejo, veliki anemični, a ne, tekačic sploh, ne. In marsikatera tekačica ne ve, da je intravenozno železo, ne, lahko tudi doping, če preseže neke vrednosti. Je tako? Infuzije so prepovedane, razen do 50 ml. Kar niti ni tako veliko, a ne, pa, to so terapevtske izjeme, zdaj nekaj še mogoče, gospod Oršak, koliko je terapevtskih izjem, oziroma, dajva tako reči, ne, ampak to je spet tema, kjer bi lahko dolgo razgrabljali, pa mogoče na kratko, ne, so terapevtske izjeme lahko prostor za zlorabe, recimo, ne, to, kar je bilo, ne vem, 20 let nazaj, ko so bili vsi tekači na smečih, astmatiki, a ne, 70%. Jaz ne vidim prostora za goljofije na tem področju, zato ker imamo zelo resen pristop. In vsaka terapevtska izjema, ki se podeli na nacionalnem nivoju, se je NSO Adams, to je naš informacijski sistem, in jo vlada takoj preverja. Oziroma, če je športnik na mednarodnem nivoju, je preverja tudi komisija na mednarodnem nivoju. Zdaj pravi, na spletni strani vlade bodo zdravniki naredili natančna navodila, katere za vsako diagnozo, kakšne postopke morajo biti izvedeni in kakšni zdravniški izvidi morajo biti narejeni, zato da se lahko terapevtska izjema podeli. Pa tega ni veliko. Mi imamo, zdaj bom rekel, 14 do 15 terapevtskih izjem, recimo, ki so na neko daljše obdobje, tudi inzulin, ki se podeljuje za 4-8 let. Tega ni pri nas veliko. Kontrola in pa nadzor tega je pa resnično močen in jaz tukaj močno zaupam v ta sistem. Hvala, odličen odgovor. Drage dame, podočiti se treba spletno stran, od vlade preklikite, tam gor je 14 kategorij različnih spet Uršičeva, ja? Niste še povedali do konca za to, ja? Ne, je eno drugo vprašanje. Koliko časa se vzorci hranijo? Koliko časa se hranijo vzorci? Vzorci se hranijo 10 let. Še 9 pa bo. In tudi, ko športnik zaključi svojo kariero, ga upokojimo v narekovajih, njegov profil v Adamsu postane živ še 10 let. Čisto nihče ne more do njega, razen vlada, in pa tist, ki je nacionalno pristojen za to, vendar je v primeru na kasnejših analiz, kako temu rečemo. To se pravi, da je stvar dokazljiva. Prosim? Kako THC vpliva na to? Kako THC? Pa kdaj je THC? Ja, problematičen. To je odbojkarja zdaj. Ja, THC v bistvu ni substanca, ki bi vplivala na športne rezultate, ampak je tista substanca, ki kot socialna droga v bistvu se zlorablja v družbi in zato je z etičnega razloga na seznamu prepovedanih snovi. Če je vzel za lastnega užitka? Če je to vzel za lastnega užitka? Največ teh
Največ teh primerov je športnik mora dokazati, da THC ni jemal v času tekmovanj, to se pravi od 23:59 preteklega dneva do konca tekmovanja, od doping kontrole, kar praviloma, kar ni, ne bom rekel težko, ampak če športnik dokaže, da je to jemal prej, kar se pa da ugotoviti skozi koncentracijo in pa laboratorijske izvide, in če to uspe še dokazati za pričami, potem je ta kazen enotna 3 mesece samo. Še eno vprašanje, evo. Kajte, izvoli. Sam 2 besede o THC-ju. Zdaj, THC je v bistvu medicinska THC, ena flaška, če vam jo predpiše zdravnik, stane 700 €. Ampak zdaj ta THC je v nekaterih državah liberalizirana, se pravi, ljudje lahko uživajo rekreativne namene. Pri športu pravzaprav ne vidim razloga, kot ste vi lepo povedali, zakaj bi sploh to jemal, ker to ni substanca, ki bi mogoče pri streljanju, pri kakšni športu, bi moral biti sproščen. Drugače pa to ni stimulans. Ampak problem THC-ja je to, da je svet tako pokvarjen, da ni več te medicinske THC-ja, ampak to travo, ki se dobi na trgu, je vedno malo nesnažena, ker ti hočejo narediti odvisnike. Po drugi strani imajo pa lahko nekateri to smolo, da imajo tako genetsko strukturo, da tudi če bi imeli običajni THC, brez teh dodatkov, ki nas delajo odvisne, lahko dobijo skizofrenijo. Tako da s THC to je v bistvu zdravilo, ki ima stranske učinke, ki mora imeti zelo strogo indikacijo. In jaz z tega mesta tudi nisem za liberalizacijo, ker ljudje smo pač taki, kot smo. Ambiciozni mladoletniki 14 do 16 let, pa še bolj ambiciozni starši. Prej ste omenili, da kontrolirate tudi na mladinskih državnih prvenstvih. Pa me zanima, koliko je najmanjša starost, se pravi, ko kontrolirate mladoletne športnike in pa predvsem, meni je znano plavanje, različne čudežni napojčki pred tekmo, rezultati, ki so daleč od bivših državnih prvenstv, državnih rezultatov po zadnjem času, koliko je bil najmlajši, ki ste ga dobili na dopingu. Hvala. Mislim, da pri nas nismo nobenega mladoletnika dobili pozitivnega. Ampak vprašanje starosti je bolj namenjeno športnim zvezam oziroma mednarodnim športnim zvezam, ki postavljajo starostne limite. Zadnji primer je bila zimske olimpijske igre v Pekingu, ker je Valejeva, ruska drsalka, bila manj kot 15 let in je potem epilog tega primera na TMZ-ju je bil ta, da je ISU, se pravi Mednarodna stalna zveza, dvignila limit iz 15 na 17 let. Zdaj, seveda poznamo nekaj športov, kot je gimnastika, recimo, ker so te starostne meje nizke. Tudi v plavanju v zadnje čase je 15-letnica dosegla svetovne rekorde. Tako da, mi v bistvu tukaj nimamo svojih pravil. To, kar imamo v Sloveniji, je pa seveda kategorizacija. Kategorizacija se začela pri 15 letih. Ampak jaz mislim, da nismo fokusirani, pa nismo osredotočeni na te mlade športnike, bolj na profesionalne športnike, na tiste, ki se potegujejo za, bomo rekel, elitne naslove ali pa za mednarodne športne rezultate. Testiranja v mlajših kategorijah so bolj izvajane v smislu izobraževanja oziroma ozaveščanja mladih športnikov. Če sem odgovoril. Bo v redu? Hvala, pa bo v redu. Še kakšno vprašanje bomo še? Kako pride do vašega mehanika? Odlično, odlično. Se glede na to, da nismo vsi na te substance, a predvidevate v bodočnosti kakšen doping na pivove? Alkohol, če bi... Samo pivo. Aha, starega ti ne piješ. Zdaj, mehanik ni problem, ker ta HIF inhibitor pravzaprav pač poveča prenos kisika v telesu in zdaj pa tudi do mišic ne, in zdaj mi rekreativci ne, imamo manjši minutni volumen, manj pretoka skozi možgane, pa skozi mišice, tako da jaz imam krasno kri brez HIF inhibitorja, pa brez eritropoetina. Veliko boljšo, kot takrat, ko sem bil najboljši tekač, poprečen tekač.
Tako da ni to, da jemlje en rekreativc epo, res menno. Tudi ne vem, kaj mu koristi, da je tiste 2 minute hitrejši. Ja, glava. Ja, gre. Ego, zmaga. Preseganje. No, zdaj bo zalo. Ne, res je veliko škode. Za zdravje. Ja, sigurno. Jaz sem se tudi večkrat spraševal za rekreativce testirati. Ja, ne, tako, tudi ko sem knjigo pisal, je pa tako eno. Sploh zdaj sem bolj rekreativen športnik, kot kar, mislim, ja, samo rekreativen športnik. Ampak meni se zdi, da, ne vem, odraslih ljudi vedno tudi ne gre, kako bi rekel, tretirati samo kot otroke. To mi je bilo zelo všeč, ko gospod Dvoršak rekel, ja, izobražujmo, povejmo jim, ampak če pa človek na koncu idiot, je pa idiot. In se bo pač pa uničuj svoje zdravje za tisti 2 minuti. To pravi ena plat mene. Druga plat mene, ki pa vseeno je tekmovalna in ki, čeprav je to rekreacija, mi kar precej pomembno, ker ne govorim o rekreaciji sam ljubljanski maraton, ko je res, ko se mi zdi zelo abstraktno, ali si ne vem, 50 ali pa 70. Ampak jaz tekmujem na nekih tekmah, na nekih bolj vaških prireditvah, gorsko-tekaških, kako bi rekel, cestnih, manjših tekih, pa tudi prijem tako na stopničke, tudi zmagam kdaj in si rečem, a bi mi bilo zdaj čisto vsejem, če bi vedel, en bi tako brezsramno se vključil na ene špricu tu neki in me pol premagal, ali bi pol tudi rekel, zdaj pač idiot, škodi svojemu zdravju, ali bi mi bilo tisti, jaz bi lahko namesto njega zmagal in bi tu vsem včasih celo kako denarno nagrado dobiš, ko praktično nagrado lepe, če čisto ta materialni vidik pogledamo, da ne govorimo o nekem, kako bi rekel, osebnem zadovoljstvu, ki je vendarle kar precej veliko postopiš na največjo stopničko, tudi če niso to ravno olimpijske igre ali pa državno prvenstvo. Ja, na spletni strani STOADE obstaja, tudi če se ne motim, možnost, da anonimno prijaviš doping. Tako, poklikaj, da ti popište noter soseda zdaj. Tole se premahlo, ne, hecam se zaključek. Ima še kakšno vprašanje mogoče? Kakšno roko vidim? Ožičeva, više kimate, nemate dost. Prej, odlična istočnica tudi za čevlje, pa omenili smo to ure in zapestnice in prstanje in tako naprej. Naslednja oddaja, oziroma takle pogovorni večer, ja, bo z področja tehničnih izboljšav v teku, ki so nenormalne v zadnjih 10 letih, zato so tudi norme tako zrasle, zato vsak danes laufa maraton po 3 ure, skoraj hecam se, ampak ne, na tem bi se dal mrske reči, Knap je veliko povedal, recimo, ni samo doping tule, tudi na vseh področjih smo napredovali, tudi v rekreativnem športu in tem bi se morda splačali kakšno uro pa pol, naslednjič potrošiti zdaj. Če nimate več vprašanj, bom... Dvoršak, še? Lahko je sam nekaj, da izkoristite priložnost. Izkoristim to priložnost. Jaz se 2015 smatram, da bomo prepovedane snovi križali s centralno bazo zdravil in da boste dobili enkrat maja meseca telefonsko aplikacijo, pa internetno aplikacijo, pa v elektronskem receptu smo pa že. To se pravi aplikacija, ki vam povedala, ali zdravilo vsebuje prepovedana snov in v kakšni obliki je ta snov oziroma zdravilo. Ali gre za navadne tablete, ampule, ali gre za mazila, ali gre za intravenozne oblike. Skratka, vsi ti detajli so specificirani, tako da preveri zdravilo se bo reklo v tej aplikaciji. Mi smo zdaj v fazi testiranja, tako da predvidevamo, da bo hmalo in to bo odlično, ne samo za športnike in njihove starše, trenerje, ampak tudi za zdravnike. Veste, zdravniki nimajo te izobrazbe oziroma na medicinski fakulteti se s temi stvarmi ne ukvarjajo. Tako kot bi se ali pa bistveno premalo, čeprav zdaj kar prodiramo na različnih nivojih, tudi na farmaciji imamo zdaj bistveno močno ekipo. In se trudimo praktično čim več narediti in ta telefonska aplikacija bo zagotovo velik problem rešila, ker ti bo zelo enostavno. To zdravniku bo enostavno, ker bo vedel, zakaj bo. Kdaj pa bo? V kratkem. Na spletni strani STOADO je že za vikak preveri zdravilo, tam piše, da bo kratkem zunaj stvar, tako da boste poklikali, nesem noter in to bo super za vse nas lajke, ki ne vemo, pač Coldrex
Je dovoljen? A ni dovoljen, tako da, zaključno vprašanje ima farmacevt. Ne vem, koliko časa traja, mislim, da so CBZ usposobili, da pač deluje tako, kot deluje in pri nas v sami informatiki, vsaj v lekarniški je to, Bog se usmil od e-recepta do tega, ja, vidim, se križate. Ne, vprašanje, koliko časa ste rabili, da ste to naredili, zaradi tega, ker mi kot lekarniška zbornica marsikero stvar že pač na NIJZ in na ZZS, bom rekel, pritiskamo že par let, da bi mogli par stvari spremeniti, pa to njihovi računalničari še nekako razmišljajo o tem, kako bi to naredili. In vem, da to traja. Koliko časa ste rabili? Jaz sem imel 2015 na telefonu že beta verzijo narejeno. In od takrat naprej do danes sem borbil najprej z športnimi oblastmi, z ministrstvi, da sem dobil denar za to, da to lahko financirajo, gre pa samo za 70 000 evrov. Zdaj, ko smo prišli v elektronski recept, v receptu smo že, zato ker imamo pogodbo za NIJZ-em, ki upravlja elektronski recept, zdaj imamo pa v bistvu moramo priti do čiste prave CBZ baze, to pa zdaj v bistvu rešujemo za javno agencijo zdravila GZMP, pa z ZZS-em in to je tako, kot da se to oče zmeri na veter, no. Ker vem, ampak bomo stisali, ker smo pa ustrajni, saj jaz sem pa neizmerno ustrajni. Ker vem, da ZZS je programiral še v DOS-u par let nazaj. Ja, pa ne sem to vsak zdravstveni zavod na svojo informacijsko firmo pa svojega informatiko. To ni nov tega sistema. Ampak to bo vidno samo zdravnikom? Ne, to bo javna baza. Ne, mislim, ampak recimo, jaz kot farmacevt preberem kartico, napisan je recept. Bom jaz tudi videl, mogoče oznako, da je to vrhunski športnik, da ga moram o temu in temu obvestiti, ali bo samo zdravniku pri predpisu recepta vidno to? Naslednja faza. Mi imamo na osnovi zakona o športu uporabljamo, vsak športnik za registracijo uporablja EMŠO. Zdaj, mi imamo zakonsko podlago za uporabo EMŠA in ta EMŠA bi šel lahko noter, vendar zakon, ki opredeljuje elektronski recept, tega nima. Zdaj na uni strani je pravni problem, ki ga moramo rešiti. Zato, da bo, ko bo zdravnik odprl bazo in bo rekel, Brigitta Langersholz je moja pacientka, ona je pa športnica, ker bo to ta podatek noter. Nismo še tako daleč. Smo pa tako daleč, da bo, ko bo zdravniku tipko oziroma predpisal zdravilo, da bo videl, da ima to zdravilo rdeči znak in da je v bistvu na osnovi prepovedano snimo športnika. Emšo ima spol, pa dato rojstva, to že našlo čisto. Ja, to, če je spol definiran, pol to ne bo šlo več. Preden najtivci prevzamejo besedo, pa da bomo tle do 3 zjutraj, bom ga jaz vzel mikrofon. Super je bilo tole, skoraj 2 ure smo potrošili, spoštovana publika. Zelo 12 stran, to niste vedeli, zdaj veste. Klemen pa Maja imate zlate majice, zakaj? Klemen, vstan. Maja, da je vpraš, Ker ima 112 stran letos zlati znak Mednarodne ultramaratonske zveze. Klaus, tako. In tudi zato ta večer, pogovorni večer, kdaj je letos dirka, 2. junija, tako, kje, tam ne zuni, je tako, prijave so oprte že? Ja. Žal. Mogoče še kakšnega, če boste prijazni, pa boste podkupili Majo. Vidimo se 2. junija, če ne prej. A bi še kdo kaj povedal, mogoče? Nataša, Knap spet. Bo Maja nekaj povedala, ta prvo pa še Knap za zaključno besedo. Volite, doktor Knap. Ne, zdaj, ki smo jih prevali na firmem teku, Sam še malo. Je pravzaprav to ena priložnost, ker mogoče tudi doping je zraven, v zadnjem obdobju smo malo izgubili kompas, človeštvo nasploh, posamezniki, čeprav se trudimo v bistvu s to paradigmo iz antičnih časov, najboljša različica sebe, vedno pač hočemo nekaj biti boljši, kot smo bili včeraj, ampak pozabili se tudi na placebo, nocebo. Pred leti, ko sem bil še zdravnik Matica Osovnikarja, so skupaj trenirali in smo na treningu vedeli ribozo, to je cukor, nič ni bil prepovedan, dobiš ga v različnih sadežih
in takrat tisto poletje so vsi nekaj osebne laufa. Tako da, seveda, kriva je bila riboza, ampak ni bila kriva riboza, krivo je bilo placebo. Tega se sodobni čas premalo zaveda, treba je verjeti. Nataša lahko teče 24 ur, zato ko verjame, da lahko preteče, pa 12 ur. Mora kar verjeti. Če ona začela dvom, da nam pretekla, je njena fizika nič ne pomaga. In po drugi strani imamo pa nocebo. Sej medicina se je razvijala takrat, veste, ki je en kirurg, je operiral kolena, skoraj 100 let nazaj. In je videl, da če pacijentam reče, da mi je operiral kolena, pa je sploh ne operiral kolena, sam res je naredil, je bilo 90% pacijentov tako zdravih, ki nisem je operiral kolena. To je pa bilo, zgodba se je tako začela, da so pa začeli v medicini dvojno slepe študije, ker več ne verjamemo, ker naša glava je nad telesom. Tako da mislim, da najboljše različite sebe, da vse te goljufije, vse te prepovedane snovi, dajmo naštelati svojo glavo, da drugkrat pridemo na 12-urni tek. Hvala lepa. Bravo. Če bi bilo na način kolena, potem je tudi, da ste bili. Ampak ste bili pa boljši. Maja, izvoli, pet sem, da te kamera vidi, ja. Maja Rigač, ona je pa ta glavna na 112, tista, ki dela Klemen, nisem zakrasno. Če se naveže Marko najprej na tvoje izvajanje za zlato značko IAU-ja, Golden Label, moram povedati, da tekma mora izpolnjevati kar nekaj kriterijev, da dobiš to najvišje priznanje Mednarodne ultramaratonske zveze in eden od teh je tudi, da ima tekma doping, tako da doping kontrolo. Doping kontrolo. Najlepše zahvaljujem direktorju, gospodu Dvoršaku in Slovenski antidopinški organizaciji za sodelovanje. Tudi letos bojo prišli, tako da pazite, kaj delate, ne? Sicer pa jaz sem izjemno zadovoljna z današnjim večerom. Mislim, da smo se vsi veliko naučili, lahko se še več izobražujemo, kot je povedal gospod Dvoršak, imamo še veliko možnosti za izboljšave, za izpolnitev naših znanj. In zdaj pa še zahvala vsem izjemnim gostom, hvala, res ste bili izjemni, veliko novega in dobrega ste povedali in hvala Marko tebi, da nas tako lepo vodi skozi večer. Seveda pa vsi vabljeni 2. junija v Kranj, če niste med tekmovalci, pa pridite navijati. Hvala. Hvala Maja. 19. aprila je bil dan čistega športa, mednarodni dan čistega športa, je bilo prejšnji teden. Tale okrogla miza je pala 6 dni potem. Imate mrtke da razmišljati, je doping naša realnost? Za razmišljati so vam dal. Tako da hvala še enkrat dr. Bojanu Knapu, Brigitti Rangerholz, še kaj? Brigitta bo seveda, skoraj sem pozabil pa tako lepa naslovnica, Brigitta bo seveda po zaključku tega pogovora podpisovala svojo knjigo Do cilja in naprej, izvrstno čtivo, tudi ker v dopinga se noter najde. Tudi eno poglavje, tako da ja, izvolite, navalite, Zavod, kar imaš svojo sabo. Pa zelo, ker ima tudi svojo knjigo sabo, tako da me zmanjkali je, ne moramo si imeti knjig. Danes ste vali terapije, nekaj vsak šalabajzer, pa tudi ne more tega prodajati. Tako da bomo zaključili ta večer, pa navalite za šank. Dr. Bojan Knap, aplauz, prosim, hvala lepa. Brigitta Rangerholz, hvala se. Jani Dvoršak, Slovano. Nataša Robnik. In nazadnje Ljuc Dolker. Hvala vsem, lepo še, se vidimo.